Jaz sem dolg časa bil prepričan, da to življenje, ki sem ga imel, je v resnici pač takšno življenje, ki ga bom pač celo življenje mogel živeti, se pravi, da se nič ne da spremeniti, da nič ne more biti drugače. Če ti ničesar drugega ne poznaš, je to v bistvu tvoja normala, ne. Pol se začneš spraševati, zakaj se tebi to dogaja. Ti avtomatsko kot otrok začneš krivdo iskati v sebi, ne. Mama mi je pač probala vzeti življenje, bila pri tem neuspešna in sem takrat v resnici pač doživel živčni zlom in sem zaradi tega živčnega zloma se potem preselil. In sem takrat bil tudi prvi primer v Sloveniji, ki so ga dejansko pač zdravili zaradi tega oziroma so raziskovali, kje je problem. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Ja, Damjan, hvala lepa, da si prišel. Hvala za povabilo. Midva smo se dogovorila, da se bomo tikala danes. Tako je. Lan mi je rekel, da ga moram upravičiti, da smo danes sama. Moga iti nekaj v Ljubljano, pa malo tudi zbolel. Tako da je rekel, da njegov danes glas ne bi bil pripravljen. Ja, prav, pa bomo pa samo midva naredila, kar imava za narediti. Ja. Damjan, tebe sem našel oziroma prišel do tebe, ko sem iskal nekega psihoterapeuta oziroma družinskega terapeuta, da bi malo te tematike obdelali še na tem podcastu. Pa bi mogoče lahko kar začnemo, kje je bil vzrok, da si se odločil za to svojo pot družinske in zakonske psihoterapije. Zakonske in družinske terapije. Tako. Pa mogoče malo ozadje tega poveš, kje se ti zdi najbolj smiselno začeti? Je v bistvu tako, mene je nekje na prvi stopnji študija, se pravi, ko sem še študiral pedagogiko pa anglistiko, me je ful vlekla ta smer psihologije in sem pač razmišljal, da bi mogoče na magisteriju se pač s tem začel ukvarjati. Potem sem pa v bistvu tekom magisterija prišel do knjige Neprodirna skrivnost intime, ki je pa v bistvu knjiga profesor Gostečnika. In sem to knjigo, ne vem, 2-3 dneh sem jo prebral in sem bil tako, wow, koliko sem jaz takrat nekih enih poglobljenih uvidov pa odgovorov dobil. In pa sem takrat ugotovil, da je on profesor oziroma oče zakonske in družinske terapije v Sloveniji in sem pač videl, da pač imamo prav študijski program, ki to omogoča, da pač študiramo. In sem bil tako, jaz bi to študiral. In sem potem pač naredil vse, kar je bilo v moji moči, da sem se pač čim bolj pripravil za to področje. In zdaj sem trenutno 2. letnik magisterija, se pravi, zdaj zaključujem pač to prvo, bom rekel, na nek način stopnjo naše smeri. Pol je naprej specializacija, kjer je v bistvu so klinične vaje pa treningi. Potem je pa še zadnja stopnja v bistvu stažiranje, kjer pa v bistvu pod budnim nadzorom supervizorjev dejansko že izvajamo terapije in pač delamo na tem področju. Kaj pa recimo, kaj si ti v tej knjigi prebral? Ko si rekel, da ti je dala nek uvid nov. V bistvu ta knjiga mi je res ponudila neke odgovore na vprašanja, ki sem jih jaz imel, bom rekel, recimo od najstništva naprej, se pravi, zakaj sem jaz takšen, kot sem, zakaj so moji starši takšni, kakršni so. Dobil sem veliko enih, bom rekel, uvidov iz tega vidika, kaj v bistvu nam recimo prva 3 leta življenja prinesejo, ne. Se pravi, tukaj govorimo, da nas ta prva 3 leta same vzgoje nekako najbolj zaznamujejo oziroma nam največ dajo, zato ker je v resnici ta nezavedni del, ki je takrat najbolj pač aktiven pri otroku, ne. Se pravi, takrat ta implicitni oziroma zavedni spomin še ne funkcionira in se v bistvu vse pač zapiše v ta nezavedni del, se pravi, vsi dotiki, vsa občutja, se pravi, tista prva 3 leta nam nekako postavijo vse temelje potem pač za naprej, ne. Neko podzavest bi lahko rekla? Ja, nezavedni del je v bistvu podzavest, ne. Se pravi, tam se je vse noter shranilo, pač kar se je dogajalo in potem to je tisto, kar nam narekuje nekako naš tempo življenja, ne.
Tako da jaz sem šele takrat prvič mogoče prišel do spoznanja, ne vem, zakaj imam mogoče težave v življenju, zakaj se ne znam na kakšne reakcije drugače odzvati, zakaj mogoče nosim toliko enih družinskih vzorcev za sabo. V bistvu ta knjiga mi je nekako dala nek vpogled, kaj se je pri nas doma dogajalo. In da sem končno to mogoče znal dati v nek kontekst in sem potem iz tega konteksta znal iskati neke funkcionalne rešitve, da sem jaz spet začel drugače delovati v življenju. Bi rekel, da si pol s to knjigo si malo svoje tegobe probo razjasniti, logično pojasniti, če te vzorce, ki si jih nosil. Ja, dejansko nosiš veliko enih vprašanj v smislu, ne vem, zakaj so bili moji starši takšni do mene, zakaj, ne vem, me ljudje ne marajo, zakaj, ne vem, nisem uspešen na določenih področjih, ne vem, zakaj se ne znam jaz drugače obnašati, ne vem, ker sem v družbi ljudi, zakaj, ne vem, počnem neke določene stvari na tak in drugačen način. In tam noter v knjigi, ker je v bistvu profesor Gostečnik noter tudi dal veliko primerov iz svoje prakse, se pravi, da je pač so noter prav zapisi iz njegovih terapij s klienti pa klientkami in pač se zlahka noter najdeš in pač se ti tako naredi wow, pač zato sem tak, kakršen sem, se pravi, zaradi tega jaz počnem to, kar počnem. In enkrat, ko imaš to potem še na zavestni ravni, ne? Ko se ti tega zavedaš, lahko dejansko potem pač tudi nekaj spremeniš oziroma iščeš neke načine, da to pač, bom rekel, začneš početi na drugačen način. Ja, seveda, mogoče nekaj, kaj sploh nisi vedel, da obstaja, pa te ves čas vleklo dol. Ja, jaz sem dolgo časa bil prepričan, da to življenje, ki sem ga imel, je v resnici pač takšno življenje, ki ga bom pač celo življenje mogel živeti, se pravi, da se nič ne da spremeniti, da nič ne more biti drugače. Ta knjiga mi je pa v bistvu dala vpogled, kaj vse je bilo narobe pri nas doma, hkrati pa mi je dala pač tudi upanje, da kljub temu, kar se mi je zgodilo, ni nujno pač to zaključek, ne, da še zmeraj lahko začnemo vse znova. Imaš mogoče kakšen konkretni primer, da si bi lahko kaj predstavljal, ta tvoj vzorec ali pa nekaj, ki si ga uvidel v tem knjigi, mogoče, če si pripravljen deliti. Mogoče čisto konkretno, ne, se pravi, jaz sam izhajam pač iz družine, kjer je pač bil prisoten nasilje, ne, se pravi, jaz sem bil od svojih, ne vem, prvih spominov, se pravi 3-4 leta naprej, sem bil konstantno v bistvu in fizično in psihično zlorabljen strani svoje mame, ne. Pač ona je bila zasvojena alkoholičarka, ki se je pač name spravljala, ki je v bistvu tudi svoje neke tegobe pa frustracije v bistvu, bom rekel, projecirala name, pa jih pač tudi filtrirala na tak način, ne. In v bistvu sem celo življenje bil zaradi tega pač podrejen, bom rekel, njeni vzgoji oziroma njenemu načinu življenja, ne. In jaz sem itak se bal lastne mame, ne, jaz sem pač imel strah pred njo, ne. In potem večji del življenja pač nosiš ta strah in kamorkoli prideš, pač je ta strah s tabo, ne. Hkrati pa sem bil tudi v bistvu rešitelj v naši družini, ne. Se pravi, jaz sem se vse skozi trudil, da bi rešil svojo mamo, da bi jo, ne vem, poslal na zdravljenje, da če ji bom jaz več ljubezni dajal, bo pa mogoče ona, ne vem, bolj prijazna, bolj sočutna mama, ne. Si nikoli ni bila, ampak nekako sem vedno mislil, da če bom to delal, da bo pač to pomagalo, ne. In potem sem recimo, ko si omenil pač neki vzorec, ki sem ga nesel s sabo v življenje, recimo sem potem jaz v vseh partnerskih odnosih pač probal biti ta rešitelj, ne. Konstantno sem probal rešiti vse probleme svojih bivših partneric, konstantno sem jih zasipal z ljubezni, ker sem pač mislil, da me bojo zaradi tega imele raje, v resnici pa pač je to doseglo glih kontraefekt, ne. In v bistvu jih to kvečjemu prej odbil stran od mene, kakor pa pač, da bi zaradi tega pač bil še bolj ljubljen, ne. Ja. Kako si se počutil takrat kot otrok? Recimo, težko se lahko poistovetim s tabo, ampak mislim, verjetno si bil nemočen ali pa, kako bi rekel. Ti v bistvu kot otrok
Kle je treba zdaj več faktorjev vzeti, ne. Eno je to, da če ti ničesar drugega ne poznaš, je to v bistvu tvoja normala, ne. Se pravi, jaz dolgo časa nisem vedel, da obstaja neko drugačno otroštvo, ne. Jaz sem pač bil prepričan, da to, če nisi ti dovolj priden otrok, da v resnici je pač kazen to, da si tepen oziroma da si pač konstantno kaznovan, ne vem, ne smeš ven, ne smeš se družiti z drugimi ljudmi. In sem v resnici pač bil prepričan, da jaz nisem dovolj dober otrok, ne. Eno je to, drugo je potem to, da ti konstantno čutiš to nemoč, zato ker si pač želiš biti dovolj dober za svoje starše in ko nisi, je pač to neko osebno razočaranje, ki ga nosiš, ne. In ti se potem kot otrok res trudiš, da bi bil in najboljši v šoli in da bi, ne vem, čim več nekih interesnih dejavnosti počel. Ker ti je res mar, da dobiš to neko pozornost, neko potrditev pač iz strani svojih staršev, ne. Potem je pa tretja stvar, ki pa kasneje pride, je pa enkrat, ko spoznaš, da pa obstajajo še drugi načini in vzgajanja in pač družinskega življenja. Ne vem, sem bil nekje v 7. razredu, ko sem prvič bil pri družini najboljšega prijatelja in ko sem videl, da on počne hujše stvari, kot sem jih jaz počel, pa ga mama mogoče samo kregala ali pa tudi to ne, pol pa pač doživiš ta šok, wow, pač eni otroci dejansko niso tepeni, ne. Takrat pa pol pač se vzbudi pač ta, bom rekel, jeza, tudi zmedenost, zato ker pač ti ni jasno, zakaj si ti tega deležen, ne vem, tvoj najboljši prijatelj pa ni. Pa ne, da bi si želel, da se pač njemu tudi to dogaja, ampak pol se začne spraševati, zakaj se tebi to dogaja, ne. In itak kot otrok je tako, ti svojim staršem vse odpustiš, ti itak njih imaš brezpogojno rad, ne glede na to, kaj ti pač počnejo, ne. In je potem problem, ker ti avtomatsko kot otrok začneš krivdo iskati v sebi, ne. In ti misliš, da ti nisi dovolj dober, in se trudiš biti še boljši, ampak ne glede na to, koliko bi jaz bil še boljši kot otrok, ne bi to na nobeni točki spremenil odnosa, ki ga je moja mama imela z menoj. Verjetno, ker so tegobe bile v njej, ne? Oziroma nisi bil ti odgovoren za njeno stanje. Ne, pač to je v bistvu, to je recimo tudi ena izmed teh stvari, ki mi jih je ta knjiga ponudila, ne, je bilo glih to, ne, da ko ugotoviš, da se v bistvu ta travma prenaša iz generacije v generacijo, ne, takrat ugotoviš, okej, se pravi v bistvu to, da je ona meni to počela, ne, pomeni, da je bilo to v naši družini že najmanj 2 generacije prisotno, ne. Se pravi, tudi ona bila deležna nekega nasilja oziroma nekih zlorab, pa pač potem babica, se pravi njena mama. In potem, če ti tega ne razrešiš, če ti ne delaš na tem, potem to ostane v tebi in gre pač samo naprej, ne, in se pač temu potem reče pač ta medgeneracijski prenos, ne. Jaz sem zdaj v resnici ta prva generacija, ki se je pač odločil, da jaz pa pač tega ne bom nadaljeval, da jaz bom pa drugače. In nekako jaz se zdaj trudim, skušam postaviti neke boljše, neke bolj zdrave temelje. In bolj si ti s to knjigo se odločil, oziroma odločil, da bi si želiš tudi profesionalno stopiti v pot psihoterapije oziroma družinske terapije. A veš, kako je glede mojih knjig, jaz sem bil v bistvu nekje v srednji šoli, ko sem se odločil, da bom napisal knjige, ne. Oziroma takrat je bil plan, da bom samo eno knjigo napisal, ne. Ker je bilo pa čisto samo zaradi tega, ker je meni manjkala neka knjiga v tistem obdobju, ne. Jaz sem bil recimo in kot otrok in kot najstnik nekdo, ki je zelo rad bral knjige, ne. In sem potem bil tako, okej, ful bi mi takrat pomenilo, da bi mi nekdo dal knjigo pa rekel, Damjan, daj preberi si to, tule noter boš pač našel res, ne vem, marsikatere odgovore, ki jih iščeš, mogoče te bo v bistvu, ne vem, pot glavnega junaka presenetila, mogoče te bo konec knjige presenetil, ne vem, daj si priložnost, ne, in ker pač jaz nisem imel tega junaka, sem bil tako, okej, zakaj ne bi jaz postal ta literarni junak za druge, ker vseeno v tej, bom rekel, srednji šoli sem nekako ugotovil, da nisem v manjšini, ne, jaz sem dolgo časa bil prepričan, da sem eden redkih, ki se jim to dogaja, se pravi nasilje v družini, ne vem, neke zlorabe v domačem okolju,
potem pa zelo hitro ugotoviš, da pa statistika govori drugače. Ne? Po enih raziskavah, ki sem jih spremljal v zadnjih letih v Sloveniji, je dejansko v Sloveniji 40 odstotkov, se pravi, najstnikov, ki doživljajo neko zlorabo v domačem okolju. Ne? Se pravi, ali govorimo zdaj fizično, psihično, se pravi, to je praktično skoraj vsak drugi posameznik v naši družbi. Ne? Hkrati pa imamo pa 15 odstotkov otrok in najstnikov, ki pa doživljajo težke zlorabe, in fizične in psihične. Ne? In to je pa potem lahko kar pač en tak velik problem zaradi tega. Ne? In se mi zdi, no, da moramo mi kot družba začeti to res bolj konkretno naslavljati, in točno iz tega razloga sem se jaz potem odločil, da bom tudi knjige napisal. Ker se mi na eni strani zdi pomembno, da se mi kot družba o tem pogovarjamo, to je prvo. Kot drugo se mi je pa zdelo tudi to, da je v bistvu ta knjiga namenjena tistim, ki so šli čez kaj podobnega. Ne? Se pravi, jaz pač tovrstnim ljudem pravim ranjenčki, ne? Se pravi, da so te knjige za njih, da lahko dobijo nek uvid, nek pogled, pa na nek način dobijo upanje, da ne glede na to, koliko so nekatere življenjske preizkušnje težke ali pa naporne, da vseeno imajo pač možnost začeti znova. Da ni pač to tisto, kar te nujno definira do konca življenja. Ti si torej se v srednje šoli že odločil, da bi knjige napisal, če prav razumem. In si pol začel tudi pisati? Jaz sem v bistvu svojo knjigo začel pisati tam nekje, ko sem bil star že pač 17-18, ampak to je pri meni tako izgledalo. Sem bil za vikend doma, pa medtem, ko so, ne vem, moji drugi sovrstniki zunaj pač žurali, pa sem imel fajn, sem jaz bil doma, pa sem pač pisal, ampak to je tako izgledalo. Sem napisal, ne vem, par vrstic ali pa mogoče eno stran, pa sem dal, ne vem, shrani kot osnutek ena, in pa sem to shranjeval. Pa se je pa teh osnutkov nabralo, mislim, da jih je na koncu bilo nekje 474, tam nekje. In sem bil tako, to bi pa dejansko bila neka knjiga. Ne? In sem se pol odločil, da pač to dam skupaj, in sem šel še takrat na 1-2, bom rekel, izobraževanja z namenom, da bi čim več teh nekih pisateljskih veščin usvojil. Čeprav sem že sam po sebi bil talentiran, oziroma je bilo to nekaj v naši družini, kar je pač bilo prisotno. In sem dejansko začel pisati, in potem sem, ne vem, v roku 3-4 let sem jaz zaključil pač knjigo. Takrat sem bil že glih, ne vem, na faksu, sem že študiral v Ljubljani, in potem smo dobili založbo, je založba to prevzela, pa so mi pa oni pač poslali nazaj knjigo, v smislu, pač, ko se je ta prelom knjige naredil, je knjiga imela 650 strani, ne, in je bila ful masivna, ne, in so bili tako, pač to je zelo težko objaviti, v smislu, da se bi prodajali, ne, ker ljudje sploh pač v našem prostoru debele knjige se ne berejo, ne. In so mi pač ponudili predlog, da bi jaz to knjigo razrezal v več delov, ne. Zato je potem tudi na koncu iz te ene knjige nastala trilogija, ne. In tudi, ko sem jaz potem še enkrat kot neko celoto šel brati, sem dejansko ugotovil, da se glih lepo vsebinsko razdeli, da je pač v prvi knjigi, ki pač nosi podnaslov Izgubljeno otroštvo, je tukaj pač bil poudarek na nasilju v družini. Kaj pač to v praksi pomeni, kaj to v bistvu predstavlja, ne, kaj se za temi 4 stenami v domačem prostoru dogaja. Jaz sem bil res med pisanjem in tudi pač v sami knjigi pač brez filtra, ne, jaz nisem nič skrival, ker se mi zdi pomembno, da pač te stvari res konkretno naslovimo. Takrat, ko si ti pisal, si še vedno bil v stiku z mamo oziroma doma? Si rekel? V bistvu ne, jaz sem pisati začel potem, ko sem se že odselil. Jaz sem do svojega 18. leta sem živel doma, potem sem pa od 18. do 20. leta sem pa živel pri družini najboljšega prijatelja, ker se je v resnici takrat doma zgodila ena težka situacija. Moja mama mi je pač probala vzeti življenje, bila pri tem neuspešna, in sem takrat v resnici pač doživel živčni zlom. In sem zaradi tega živčnega zloma se potem preselil v družini najboljšega prijatelja, ki so mi v resnici ponudili prostor z namenom, da pač se postavim na noge, ne.
In jaz sem potem 2 leti živel pri njih, se nekako kakor toliko postavil na noge, uspešno zaključil srednjo šolo in takrat sem se potem na svoje preselil. Se pravi, sem si našel eno sobico za Bežigradom v Ljubljani in sem tam pol naslednjih 7 let živel. V vsem tem vmesnem času sem pač tudi pisal knjige. Do danes sta pa zdaj 2 že išle, trenutno 3. pišem in jo zaključujem, zato da bo pač ta trilogija, ki nosi naslov Iz pekla do življenja, počasi dobila nek epilog. Takrat je to pisanje bil nek filter, da si to dal ven. Jaz osebno recimo, vedno ko se slabo počutim, grem pisat, da probam te misli ali pa balast v glavi spraviti na papir, pa pol tudi neko razumno sam sebe analizirati, pa pol videti, zakaj sem zdaj, ne vem, jezen, žalosten, kakšnokoli čustvo recimo, probam analizirati, od kje izhaja, pa ne vem, pol neko rešitev si dejansko se pogovarjam sam s sabo, ko si pišem, tako kot nek dnevnik. Podobno si predstavljam, da si ti takrat delal. Jaz v resnici takrat tega nisem zavedel na tak način, ne. Se pravi, jaz sem vedel, da mi pisanje pomaga, ampak jaz sem primarno pisal zaradi drugih, ker sem jaz drugim želel pomagati, ne. Jaz sem šele potem, ko sva enkrat to debato odprla z terapevtom, je on v resnici meni povedal oziroma predstavil, da na nek način celam rane s tem, ne, ker dajem ven iz sebe, ker se o tem ko o tem razmišljam, ker o tem pišem, na nek način delam evalvacijo svojega življenja, ne, se pravi, nekako reflektiram vse, kar se mi je zgodilo. Tako da jaz sem potem, ampak šele ko je druga knjiga ven išla, sem ugotovil, da je meni v bistvu pisanje zelo pomagalo kot nek terapevtski pripomoček, ne. Ker sem dejansko res šel še enkrat skozi celo svoje in otroštvo in najstništvo, in sem šel čez te boleče preizkušnje, čez vso trpljenje. Razlika je tudi to, da ko sem bil že pač odrasel, sem gledal z drugimi očmi, večkrat sem tudi nekih in izobraževanj skozi dol in nekih knjig prebral pač iz tega področja, se pravi pač terapevtskega, sem imel več odgovorov, sem neke stvari lažje razumel, sem vedel, zakaj so se mi dogajale oziroma zakaj je do njih prišlo in potem lažje tudi te stvari izpustiš, jih predelaš, in te v bistvu ne definirajo več, ne. Tako da je meni osebno je pisanje nekaj, kar tudi meni pomaga in ga pač predlagam vsakmu. Letos sem tudi zaključil z enim dodatnim izobraževanjem, ki se tudi imenuje terapija s pisanjem, kjer smo pa prav različne terapevtske pristope uporabljali, ki pa pomagajo, ne vem, pri tem, da ne overthinkaš, se pravi, da ne razmišljaš preveč, od tega, da če imaš kakšne konflikte z ljudmi, pa jih mogoče z njimi ne moreš najbolj funkcionalno sprocesirati oziroma razrešiti, da jih na drugi strani lahko preko pisanja. Tako da to meni osebno je nekaj, kar v današnji družbi premalo počnemo, no. Ker je to res neka čisto enostavna, bom rekel, nek enostaven način, no, da si sam sebi pomagaš, no, oziroma se razbremeniš. Že recimo to, če vsak dan preden zaspiš, si zapišeš, ne vem, od 3 do 5 stvari, za katere si hvaležen v tistem dnevu, greš čisto drugačnimi mislimi spat in čisto drugače doživljaš nasploh pač in ljudi in okolico okoli sebe, no. Rekel si, da si bil pri psihoterapevtu takrat, ko si bil še v dijaških letih oziroma ko si šel na svoje. Kaj sta probala takrat rešiti oziroma kje je bil vzvod, da si iskal tako pomoč? V bistvu moj vzvod se je začel že, se pravi, na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Se pravi, pri meni so se te stvari, ki so se doma dogajale, so se mi pač seveda nabirale, ne. In na neki točki, če se v teh stvareh z nikomer ne pogovarjaš, če je to nekaj, kar nosiš sam, popolnoma sam, dejansko ti začne na neki točki škoditi oziroma se ti začne odražati na drugih vidikih življenja, ne.
In pri meni se je to recimo začelo potem kazati preko spanja, ne. Jaz sem iz prehoda iz osnovne v srednjo šolo imel težave s hojo v spanju, ne. Ampak dejansko moja hoja v spanju je bila res toliko kritična, da sem dejansko podoživljal stvari, ki so se mi doma dogajale, ne. Kar je v praksi pomenilo, da jaz, ko sem hodil, sem v bistvu na neki način odigraval stvari, ki so se mi doma dogajale. Hkrati pa pač sem tudi v različnih glasovih govoril, ne, enkrat sem imel ženski glas, drugič sem imel normalen svoj otroški glas, potem sem imel spet nek tretji glas, na neki način kakor Golum iz Gospodarja prstanov, ne. In sem takrat bil tudi prvi primer v Sloveniji, ki so ga dejansko pač zdravili zaradi tega oziroma so raziskovali, kje je problem, ker mene niso niti zbuditi mogli, niti me krotiti niso mogli in je pač zelo naporno postalo in za, ne vem, animatorje, ki sem recimo hodil na te, bom rekel, izlete, tudi za moje domače in potem smo pač šli iskat, kje je problem, ne. No, in takrat so pač preiskave pokazale, da moje telo v resnici ne zazna, da jaz grem spat, zato ker preskočim pač to eno fazo spanja oziroma en cikel spanja. In v bistvu jaz takoj, ko se uležem, v resnici padam v globoki spanec, ne. Problem pa je bil, ker moj telo tega ni zaznal, ne. In to je v praksi pomenilo, da to, kar je moja podzavest začela, bom rekel, razmišljati ali pa predelovati v spanju, ne, je moje pač fizično telo začelo odigravati, ne. Ker pa so bile vsebine takšne, da ni šlo, bomo rekli, zdaj za neke nevrološke probleme, so me pač preusmerili na pedopsihiatrinjo, ne. Tako da jaz sem prvič svoj uraden obisk imel pri pedopsihiatrinji, ker pač je bilo to, kar se je pri nas doma dogajalo, treba razreševati pač na tej ravni, ne. Tako da takrat sem potem bom rekel, ker sem bil še mladoleten, sva z mamo mogla skupaj hoditi in takrat sem mogoče prvič dobil upanje, da se mogoče najin odnos lahko popravi, da lahko začneva. Ja, ker sva skupaj hodila, pa prvo sem jaz bil, ne vem, nekih pol ure z njo, 45 minut, potem moja mama in sem imel občutek, da naju bo ta pedopsihiatrinja lahko povezala, ne. Žal to ni potem bilo, bom rekel, v moj prid, ker kljub temu, da sem se jaz zaupal tej pedopsihiatrinji, pa pač da je ona meni zagotovila, da to, kar jaz njej povem, da ne bo prenesla moji mami naprej, je ona vseeno prenesla naprej in sem bil posledično pač doma še toliko bolj tepen zaradi tega, ne. V smislu, kaj si ti izmišljuješ oziroma kaj govoriš njej in te kao kaznovala v tem? V smislu, moja mama je to vzela, kakor da pač jaz lažem pedopsihiatrinji, ker moja mama nikoli ni želela niti pač priznati, kaj je z mano počela kot z otrokom pa najstnikom, ne. Ona je vedno s prstom name kazala, se pravi, vse, kar se je pri nas doma dogajalo, sem itak jaz bil kriv. Se pravi, ne vem, to, da je ona bila slabe volje, sem jaz bil kriv, to, da je ona popivala, sem jaz bil kriv, to, da njej nič v življenju ne gre, sem tudi jaz bil kriv in jaz sem bil vedno absolutni krivec, ne. In tudi to, da je ona mene pretepala, je ona meni vedno predstavila na način, ti to v meni vzbujaš, ti mene silaš v to, če bi ti bil priden, dober, idealen otrok, jaz nikoli v življenju ne bi rabila ene take stvari s teboj početi, tako da nosiš potem na eni strani ta občutek, da nikoli nisi dovolj dober, se pravi, you're not good enough. Na drugi strani pa pač nastane tudi ta problem, da začneš v to verjeti, ne. In da se trudiš biti najboljša popolna verzija samega sebe, pa tudi to ni nikoli dovolj, ne. Tako da potem sva nehala hoditi pač k tej pedopsihiatrinji, jaz sem pa potem v roku 2-3 let zamenjal, govoriva tam več kot 15 psihiatrov, ker vseeno pač moje težave so se, bom rekel, stopnjevale. Jaz sem že recimo od 7. razreda osnovne šole naprej imel neke, bom rekel, simptome depresije, in dlje časa, ko se s tem ne ukvarjaš, težje so potem posledice, ker pač je to neka, bom rekel, motnja oziroma bolezen, ki napreduje, ne. Se pravi, ti, če jo ignoriraš, ona ne bo kar šla stran, ne. Ona bo ves čas s tabo, ampak bo pač rasla in se razvijala, ne. Tako da
zakaj sem zamenjal toliko psihiatrov. Zato, ker nisem hotel jemati antidepresivov. Jaz sem bil pač proti antidepresivom, psihiatrom je pa pač to edini način, da ti pomagajo. No? Torej, vsak, kateremu si se prišel z namenom zdravljenja, te je probal na pot zdravil oziroma tablet. Tako je. Pač v bistvu to je tako izgledalo. Jaz sem prišel ali psihiatru ali pa psihiatrini, sem povedal svoje težave, probleme, so me tam nekih pol ure do 45 minut poslušali. Potem so pa rekli, ja, veste, to je pa kar težka zadeva, a ste razmišljali o antidepresivih? Pa sem rekel, da sem, ampak pač, da jih nimam namena jemati. In potem so oni bili tako, ok, razumemo, ampak če pa nimate namena, da bi jih jemali, pa mogoče ni glih to moje področje, bi vas pač predlagal nekomu drugmu in so me potem prestavili. Ne vem, k svoji kolegici, k svojemu kolegu in tako sem jih zamenjal. Ne vem, na koncu mislim, da sem jih 17 zamenjal, preden je ta zadnji psihiater bil tako ok, ker sem mu jaz rekel, jaz pač nimam namena še enkrat se odpirati, pa pač govoriti o svoji zgodbi. Če mi noben nima namena pomagati na drugačen način, kot so tablete. Ne? In je on potem med dal klinični psihologinji, ona je potem naredila vrsto testov. In je v bistvu prek testov smo končno, se pravi po nekih 7-8 letih, ugotovili v resnici to, da imam pač in depresijo in pač anksioznost, neke panične napade in smo šele takrat končno začeli delati na tem, da pa pač probamo to rešiti, da probamo to zaceliti, pozdraviti. Ona je potem predlagala psihoterapije. In tako sem v resnici v 4. letniku gimnazije končno začel hoditi pač na psihoterapijo. No. In kako je to takrat izgledalo, recimo neka seansa oziroma 1 ura psihoterapije po teh 17, seveda, kaj je bilo pri njem drugače? Ja, drugače je to, da eno je to, da ti on ne more predpisati zdravil, se pravi, on te ne bo s temi medikamenti pač posiljeval. On dejansko ti pač proba tam pomagati, ampak ti pomaga v resnici preko pogovora oziroma preko teh terapevtskih orodij, ki jih oni uporabljajo. Ne? Se pravi, jaz ta prvič, ko sem tja prišel, jaz nisem vedel, kaj je psihoterapija. Jaz sem pač vedel tako iz filmov, ne vem, da bom tja prišel, pa bova drugega gledala in se bova pogovarjala. Ne? Ampak on je meni, pač moj terapevt mi je takrat zadeval predstavil tako, lej, pač ta prostor je tvoj, ta ura je tvoja, tako da to, kar boš ti pripravljen deliti z menoj, pa se pogovarjati boš. Jaz tukaj nisem zato, da bi te, ne vem, postavljal vprašanje ali pa vlekel ven stvari iz tebe. To je pač vse tvoje, ne. In od začetka mi je bilo težko, ne, ker nisem vedel niti o čem bi se pogovarjala, kaj bi delala, kako. Ampak sem pač rekel, neč bom dal priložnost, pa bom videl in sva pač postopno začela, ne vem, odpirati te rane iz otroštva, se pravi, ne vem, moj odnos z mamo, moj odnos z očetom, situacija, ker sem pač živel še s stricom pa z babico in smo na ta način postopno pač, bom rekel, delali na teh določenih stvareh, ne. Zdaj, kaj je bil namen terapije? Namen je bil, ker jaz sem recimo tja prišel itak totalno razštelan, uničen, otopel. Jaz recimo takrat nisem čutil nobenih občutij. Sprav, meni je bilo vse pač ravno. Ni bilo več jeze, veselja, nič. Se pravi, tako konstantno en in isti občutek. Ne glede na to, ne vem, je Barcelona zmagala Ligo prvakov ali ne vem, je tam nekdo umrl, pač meni je bilo vse isto. Otopel. Ja, čisto, totalno otopel sem bil, ne. In najin prvi cilj je bil, da midva to otopelost razrešiva oziroma da pridem ponovno v stik s svojim telesom, da pridem v stik s svojimi občutji, ne. In jaz se spomnim prvih pol leta, ko sem hodil k svojemu terapevtu, meni je bilo težko, ker v resnici njega ni zanimala moja življenjska zgodba, ampak je njega zanimalo, kaj jaz čutim pa doživljam pač ob tem, ne. In on je mene znal sredi stavka prekiniti, pa bil tako, kaj občutite ob tem, kaj čutite v telesu. Ko si recimo nekaj podoživljal.
Ja, ko sem jaz njemu tam, ne vem, razlagal, ja, ne vem, mama me je prijela, pa me zbijala z glavo ob steno, ne vem, pa me je brcala, pa to. Kaj občutite ob tem? In sem bil tako, kaj jaz vem, nič. Ne, dajte pač fokus na telo, pa pač pejte, ne vem, kaj v prsnem košu čutite, kaj vse, ampak jaz res nisem nič čutil, ne, in me je v bistvu ful iritiral, da me je sploh take stvari sprašal, ne. In sem itak prvih pol leta sem tako malo, bom rekel, nam rekel blefiral, ampak bil sem tako, ja, ne vem, verjetno jezo čutim. Ja. Ja, verjetno žalost, ne vem, ker itak nisem čutil, ne. Po pol leta, pa ne vem, ke da je pač podrl ta jez, ke sem ga jaz imel postavljenega okrog sebe, ke da je zvrtal neko luknjo v to moje obzidje in je samo šlo. In jaz sem kar odenkrat čutil vse. Zdaj pa problem bil, ker sem pa čutil preveč, ker pa sem čutil vsako stvar. Kaj zdaj s tem narediti, ne? In največji problem, ki je nastal, je to, da sem jaz probal zdaj to dati ven iz sebe, ne, ker sem jaz to imel v sebi noter, jaz sem bil v bistvu zdaj preplavljen s svojimi lastnimi občutji, ne, in sem jih želel deliti z drugimi, ne, in sem, ne vem, začel objemati ljudi okrog sebe, ljudem govoriti, da jih imam rad, nasploh sem postal kar odenkrat zelo čustveno bitje in sem nehote začel dušiti ljudi okrog sebe, ne. In sem pač v tem najstniškem obdobju potem tudi izgubil en večji del svoje družbe oziroma ljudi okrog sebe, ki niso znali handlati me, ker sem bil pač preveč, ker sem bil preveč za prijatelja, preveč za fanta, preveč sem bil nasploh za vse, ne. Tako da na eni strani sem potem na terapiji delal stvari, ki so se mi doma dogajale, se pravi ves ta nasilje pa vse, kar se je z mamo dogajalo, na drugi strani sem mogel pa še z novimi ranami se ukvarjati, ko so bile pa pač te tipično najstniške, pač srce zlom, ke ga doživiš, ke te, ne vem, ena punca zavrne ali pa pač ke simpatija in si na koncu nekoga drugega najde, ne vem, od raznih zavrnitev, od tega, ne vem, da se ljudje niso želeli družiti z mano in to je lahko za enega najstnika, ke se spopada z depresijo in še s tisoč in eno drugo težavo, lahko pač res en velik izziv, no. Večji kot, ne vem, za koga drugega, no. Tako da je bil nekako že uspeh, bi rekel, da si ti sploh začel neke občutke dobivati nazaj, oziroma si se vrnil v spomin, pa nisi bil več toliko otupel in pol si ti dobil preveč, kot si rekel, oziroma preveč. Bil je en val čustev, ki so bili neizražene mogoče. Ja, ker v resnici jaz itak nikoli nisem smel niti mogel izražati stvari, ki so se pri nas doma dogajale, ne, tako da zdaj v resnici je pač prvič sem bil zmožen, mislim, sem sploh imel dovoljenje o teh stvareh govoriti, ne, ker dokler sem jaz bil in otrok in najstnik, saj jaz sem se določenim ljudem zaupal, ampak to je bilo majhno število ljudi. Dostikrat me ljudje vprašajo, zakaj nisi, ne vem, si ti poiskal pomoč, zakaj nisi tega naredil. To je lahko zelo, mislim, to so prevelika pričakovanja, se pravi, da ti od otroka, majhnega otroka, pričakuješ, da si bo on sam pomagal oziroma da si bo on sam našel pomoč, to je preveliko breme za otroka. Tako si že prej rekel, nisi videl, da bi bilo kaj drugega narobe, oziroma si samo imel svojo mamo in to celico, in si mislil, da tako pač je, ne. Ja, točno tako, ne, plus na drugi strani meni je itak mama skozi govorila, ti kar pojdi pa celemu svetu povej, da jaz tebe doma tepem. Kao bojo še oni videli, da v resnici nisi toliko priden pa idealen otrok, kakor drugi mislijo, da si, ne. In mene je bilo kot otroka strah, meni je pasala, ne vem, ta pozornost, ne vem, da so me sosedje imeli radi, da so me učiteljice v osnovni šoli imele rade, in me je bilo res strah, da bi tudi to izgubil, zato nikoli nisem hotel tega, bom rekel, z drugimi naglasiti, ne. In potem tukaj pridemo do tega, ne, da enkrat, ko so se vsa ta čustva pač pojavila, pa sem jaz mogel pač to zdaj začeti procesirati, je bilo to treba zdaj začeti delati na tem, ne. In eno je to, da sem jaz v resnici, ne vem, pri 18, 19, pa vse tam do 25. leta, ke so bila, bom rekel, najbolj intenzivna leta terapije, sem jaz v bistvu prvič čutil, kaj se je meni kot otroku dogajalo, ne. Ker jaz itak kot, nasploh kot otrok, ko so bremena pretežka zate, ne, jih ti ali potlačaš ali se pa disociiraš od njih, ne. Se pravi, ti kot otrok itak nimaš
zmožnosti, da bi občutil pa prečutil vse to, kar se ti dogaja, ne. In sem jaz dejansko potem kot odrasla oseba mogel iti čez vso to otroško bolečino, ne. Potem pridemo pa pač do tega drugega vidika, ker so pa pač to potem te, bom rekel, nezaceljene pa nepredelane vsebine, ki jih jaz nosim s sabo, so to v resnici pač, bomo rekli temu, polodprte rane. In zdaj boš ti prišel v moje življenje, pa se bova midva začela, ne vem, družiti, pa boš ti rekel mi nekaj na tak način, kakor mi je rekla mama, ali pa boš celo uporabil iste besede, kot jih je pač znala uporabiti moja mama. In je v resnici to, da ti s prstom pritisneš na to mojo polodprto rano in mene to zaboli. In jaz zdaj potem odreagiram na isti način, kakor sem odreagiral, ne vem, do svoje mame, ali pa v resnici lahko odreagiram tudi na način, da te zdaj, ne vem, napadam, ne vem, da začnem, ne vem, se kregati s tabo, pride do konflikta med nama, ne. Se pravi, lahko je ali. Ena možnost je to, da bom, ne vem, šel v obrambo, ali pa pač, da se bom umaknil od tebe, tako kakor sem večkrat mogel pri mami delati, ali pa pač bom šel v napad, ne. In ker pač v terapiji imamo pač ta proces, se pravi boj, beg ali zamrznitev, ne, se pravi, to so pač te 3 stopnje, ki se pač pri triggerjih oziroma držljajih lahko vzbudijo, ne. In zdaj namen terapije je, da mi pridemo do dvojnega zavedanja. Kaj dvojno zavedanje pomeni? Dvojno zavedanje pomeni, da to, kar ti, ne vem, uporabiš neke določene besede ali pa kar nekaj delaš, da če to meni nekaj vzbudi, se pravi, da je mogoče to nekaj, kar je tudi moja mama počela, da se zavedam, da ti pa moja mama nista iste osebe in da čeprav so mogoče prišla ta ista občutja na plano, da se moram zavedati, da to v resnici pač paše v preteklost, ampak je pač zdaj prišlo na površje, ne. In da to ne pripada tebi. Se pravi, ker če jaz pač odreagiram, pa pač grem v obrambo oziroma te potem napadem, v resnici nisem nič naredil s tem, ne. Se pravi, je to lahko na neki način, bom rekel, tudi lekcija zame oziroma pač na neki način sem lahko hvaležen, ker si mi v bistvu ti na neki način s tem pomagal, da sem se še nečesa, kar nimam zaceljenega, zavedal. Lahko potem pač to ali naslovim na terapiji ali pa pač sam pri sebi naslovim in odreagiram drugače, ne. Se pravi, je namen terapije, da v resnici predrugačimo te spomine, ki smo jih mi imeli, ne. Se pravi, mi itak ne moremo nič spremeniti za nazaj. Noben terapevt ne more narediti tega, ne vem, da ti zbriše tvojo preteklost ali pa pač, da ti spremeni preteklost. Kaj pa lahko naredimo je pa, da danes kot odrasli posamezniki drugače gledamo na stvari, ki so se nam zgodile. Najprej bi recimo rekel, se zaveš, okej, nek spomin se je zgodil, pa avtomatsko ne odreagiraš, ampak probaš spremeniti odnos do tega spomina. Se pravi, fajn je, ja, da premisliš, Tako, da zadihaš, da ne odreagiraš impulzivno tako. ali pa pač v afektu, da probaš ugotoviti, kam to spada in ja, potem drugačen odziv dati, ne. Ja. Se pravi, recimo, ne vem, konkreten primer je lahko to, ne vem, dostikrat, ne vem, ali v prijateljstvih ali pa tudi v partnerskih odnosih, ne. Se ti bo zgodilo, da, ne vem, se ti je to v otroštvu dogajalo in si ti potem avtomatsko, ne vem, se umaknil ali pa si se zaprl vase, ne, in potem nisi hotel komunicirati, ne. In če ti to isto tehniko uporabljaš v odraslih odnosih, potem ko si starejši, nisi nič naredil, ne. Pač ni to funkcionalen pristop, ne. Tako da je fajn, bom rekel to, da se naučimo komunicirati o teh stvareh, ne. Se pravi, ne vem, to bi v praksi izgledalo tako, da bi jaz rekel: "Ej, Patrik, zadnjič, ko sva bila, ne vem, na kavi, pa ko si mi rekel tisto pa tisto, pač se je v meni vzbudilo to pa to, je, ne vem, prišlo na površje to pa to, ni mi bilo najbolj enostavno, ampak pač samo hotel sem tako, da pač to naslovim." Pač, ker dostikrat se lahko zgodi to, da si ti mislil čisto drugače, kakor sem jaz si to interpretiral oziroma vzel. In ko midva to nasloviva, pa ti rečeš: "O ne,
fuck, sorry, ni bil to moj namen, jaz sem mislil to, ne vem, tako pa tako ali pa čist drugače, se potem ta zadeva tudi veliko lažje sprosti, ker v bistvu ugotoviš, da je prišlo ali do šuma v komunikaciji, do nekega nesporazuma, če pa ti tega ne nasloviš, pa se potem še umakneš, pa distanciraš, pa potem to, bom rekel, zamero nosa s sabo in to se potem sam nabera in na neki točki potencira, hkrati pa pač se ne sprosti, ne. In to je nekako, bom rekel, največji problem današnjih odnosov. To, da ljudje niso zmožni pristnega oziroma iskrenega komuniciranja brez nekega napadanja pa očitkov pa tega, ne. Ker ljudje na eni strani jemljejo stvari lahko zelo osebno, na drugi strani pa tudi niso zmožni sprejeti odgovornosti za svoje ravnanje in avtomatsko očitke in krivdo pripišejo drugim, ne. Se pravi, ti si kriv, da se jaz tako slabo danes počutim, ti si kriv, da meni v življenju ne gre, ne. Ker je lažje pripisati krivdo nekomu drugemu, pa pač in dati krivdo, ne vem, na zvezde na nebu, na retrogradni Merkur, na profesorje na faksu, na starše, na vse. Treba se pa zavedati, da vsak izmed nas nosi svoj del krivde, no. Neko bolj pristne odnose, tako si rekel, odgovornost, pa zavedanje odgovornosti, mogoče še boljše. Prej, ko si rekel, tiste procente, da 40% otrok trpi nekšne družinsko nasilje, takšno ali pa drugačno. Čemu bi ti to pripisal, oziroma kje vidiš, mislim, to je meni ogromno otrok, skoraj vsak drugi že, skoraj. Zakaj toliko težav misliš, da ali je to res toliko alkoholizem? Jaz ful zadnje čase prebiram, da v Sloveniji imamo res veliko težavo s tem alkoholizmom, ali še kaj? Alkohol v Sloveniji je kulturna dediščina. Pač to je nekaj, kar je v naši državi popolnoma normalno, popolnoma sprejemljivo. Kamorkoli boš prišel, ne vem, boš videl, da se povsod nazdravlja. Pa športni uspehi v Sloveniji, pa dajmo nazdraviti. Pa zdajle veseli december, kuhanček tam, pijačka tam, novoletna zabava tam, pa povsod je prisoten alkohol. Alkohol je, bom rekel, seveda pač disfunkcionalen, če tako gledamo, ampak je najlažja pa najbolj priročna stvar, da nisi v stiku s samim seboj. Kaj v resnici alkohol povzroči? Alkohol povzroči to, da ko imam jaz slab dan, pa se meni ne da biti v stiku s temi občutji, spijem pivo 2, viski, kolo 1 ali 2, pa pač tega ne čutim več, oziroma nisem pač v zavedanju s tem in veliko lažje potem pač nosim to breme, ne. Problem pa nastane, ko se ta bremena začnejo nalagati, ker se pač ta bremena ne zginejo same od sebe, ali pa ker rabiš ti, ker je pač naše telo vseeno tolerantno, ko rabiš ti spiti vse več alkohola, da dosežeš isti efekt, ne. Včasih si rabil spiti pivo 2, da ti je bilo lažje, ne vem, ženo prenašati, zdaj moraš spiti pa že 10 pirov, da jo lahko, bom rekel, zmoreš gledati in prenašati, ne. In to pa lahko kar velik problem nastane, ne. Hkrati pa, kaj alkohol povzroči na drugi strani, če se ga spije v prevelikih količinah, je to, da naši obrambni mehanizmi, ki jih imamo, postanejo neaktivni in takrat lahko potem pridejo pa na površjo ta težka občutja, ta neka jeza, agresija in takrat potem tudi pride to nasilje, ne. Lahko je to psihološko nasilje, da ti, ne vem, ponižuješ svojo partnerico, da ti ponižuješ svoje otroke, da kričiš na njih. Lahko je tudi to, da se distanciraš od svoje družine, ne. Psihološko nasilje je tudi to, da ne komuniciraš s svojimi bližnjimi, je to na neki način v bistvu pasivna agresija. Hkrati pa pač potem pridemo pa tudi do fizičnega nasilja, ne. Ko ne moreš več, ne vem, prenašati, ne vem, ali da ti žena skozi teži, ali pa ne vem, da otroci skačejo po stanovanju gor pa dol, ne, in pač udaraš enega, udaraš drugega, udaraš tretjega in potem se te otroci bojijo in se te žena boji in so vsi konstantno okoli tebe v krču, in potem
Imaš družine, ki navzven delujejo zelo idealne, zelo popolne, znotraj 4 sten so pa vse prej kot to. Tako da alkohol je definitivno en faktor, ki povzroča, da so te statistike toliko velike, tudi bi si upal trditi, da nekako največji faktor. Je pa tudi potem, bom rekel, so vse te nepredelane vsebine prejšnjih generacij, ne. Se pravi, jaz vedno tako pravim, to, da sem jaz mogel hoditi na terapijo, v resnici pomeni, da bi moja mama mogla hoditi na terapijo, pa verjetno pred njo bi mogla tudi moja babi hoditi na terapijo. Samo pač v tistih časih psihologija niti ni bila toliko napredna, niti se v našem prostoru ni toliko govorilo o teh stvareh, in so se v bistvu samo prenašale naprej, ne. Tule je mogoče treba vzeti, bom rekel, v obzir je treba vzeti to, da so se naši starši vseeno trudili pač po najboljših močeh. Oni so delali tako, kakor so znali, kakor so bili vzgojeni, kakor je bilo njim prenešeno naprej, ne. Zdaj smo pa mi pač v tem položaju in zdaj je na nas, a bomo mi nadaljevali to, bom rekel, družinsko dediščino, pa bomo te vzorce pač copy-pastali pa šli naprej, ali bomo mi bili tako, okej, ne, to ni okej, pa bomo mi nekaj drugače začeli delati, ne, pa bomo mi začeli preoblikovati te družinske vzorce, ampak to ne gre samo od sebe, to je pač potrebna neka strokovna pomoč, je potrebno, da delaš na sebi, ampak da delaš na sebi pomeni, da moraš iti vase, pa moraš kopati po sebi, pa moraš kopati po svojih najtežjih, bom rekel, predelih. To je pa pač zelo boleče, zelo naporno in popolnoma verjamem, da je veliko lažje, bom rekel, ta težka občutja zaliti pa jih zapiti z alkoholom, kakor pa biti z njimi v stiku. Ja. Predvsem biti odgovoren, bi rekel na koncu koncev, do sebe pa tudi do drugih, ne. Verjamem, da ni lahko. Malo se bi še dotaknil, prej si omenil očeta, kako ste pa vi delovali navzven kot družina? Ja, zdaj tako je, moj oče itak ni bil prisoten, v tej družinski zgodbi, se pravi, jaz sem odraščal s svojo mamo, svojo babico, svojo prababico, pa stricem, se pravi, mi smo skupaj kot ena celica družine živeli. Oče pa v resnici ni bil prisoten v tej sliki, ker je bil pa pač kriminalec. On se je pa pač ukvarjal, s kriminalom, tudi večkrat je bil pač iskan s strani vseh teh večjih inštitucij. Jaz sem sicer njega spoznal, kasneje, ko sem bil, se pravi, star nekih 12-13 let, je on kontaktiral mojo mamo. In bi si on želel mene pa njo spoznati in nas je peljal na kosilo, nekam v eno fancy restavracijo, in sem jaz bil ful vesel, ne, ker sem bil tako končno svojega očeta spoznam. Pred tem sem samo slišal, ne vem, neke zgodbice, videl, ne vem, tisto eno slikco, ki sem jo imel v otroškem albumu. Verjetno ga zgodaj že zapustil. Že pri rojstvu, oziroma mislim, da čeprav vem, neke 3-4 mesece smo skupaj živeli, pa se je pa on umaknil iz te slike, no, tako da nisem imel nobenega spomina nanj kot na otroka, ne. Na tem kosilu sem pa nekako dobil neko priložnost, da vzpostavim odnos pač z njim, tudi želel sem si ga, ampak očitno je on imel neke druge namene, ker v bistvu se midva sva se nekih pol leta potem dopisovala prek Facebooka, sem nekako trudil vzpostaviti neko komunikacijo z njim, ampak njemu ni bilo do tega, on je meni pol leta napisal, da pač njemu ni do tega odnosa, da naj se pač znajdem v življenju tako, kakor se je on mogel znajti, da naj ne pijem, da naj ne kadim, da naj ne bom tak, kakor je moja mama, in to je to. In to je bilo na neki način njegovo slovo, ne. Jaz sem pol kasneje, ne vem, vrsto let, kasneje sem v bistvu izvedel, da edini razlog, da je on mene takrat hotel spoznati oziroma me vključiti v svoje življenje, zato ker je pač mislil, da bi pač nadaljeval pač to njegovo delo, ne, se pravi, da bi se jaz tudi s kriminalom ukvarjal, ne, pa je pol očitno ugotovil, ali da sem bil, ne vem, preveč čustven, ne vem, preveč mehek kot najstnik, ne. Tako da od takrat naprej tudi nisem nikoli več bil z njim v nobenem stiku, ampak ja, če pogledam svoje starše, bi mi nekdo lahko rekel, da bi mogoče mogel kakšen loto ali pa jackpot igrati, ker že to, da imaš enega slabega starša, je težko, če imaš pa pač v bistvu 2 slaba starša, je pa še toliko težje, ker potem pa res nimaš
nimaš neke, bom rekel, idealne slike, po kateri bi se lahko zgledoval, pač imaš res toliko enih slabih vzorcev. Jaz sem tukaj imel mogoče srečo, ker sta vseeno bila stric pa babica, ne? Ker je nekako stric je bil, bom rekel, ta moj nek idol, nek vzor v teh mlajših letih, ne. Pa babica, ne, babica je pa v resnici nadomeščala mojo mamo in me v večji meri ona vzgajala, se pravi to, kar sem jaz danes, sem bolj kot ne po njeni zaslugi, ne, ker moja mama itak ni bila ogromno pač prisotna doma. Pa še tisto, kar je bila, me je večino časa pač ali tepla ali pa psihično poniževala, ne, tako da jaz nekih res, res lepih spominov na svoje otroštvo definitivno nimam. Ja. Kako pa je bil odnos potem vse te, mislim, celice skupaj, ne vem, ko je babica videla, da pač ne funkcionira to, oziroma težko si predstavljam, mislim, to, da vidva, si rekel, da z babico sta imela dober odnos, pa z stricem tudi, z mamo pa ne, ne. Kako ste skupaj funkcionirali takrat, oziroma kako bi rekel? V bistvu mi nismo funkcionirali, mi smo funkcionirali navzven, se pravi, mi smo zunanji svet smo bili neka, bom rekel, lepa, mogoče na nek način celo ugledna družina, ampak znotraj smo bili pa bi si upal reči, da smo neka tipična slovenska družina bili, navzven lepi, navznoter pa gnili, ne. Nekako celica pri nas se je na dva dela delila, ne. Se pravi, jaz, moja babica pa stric, jaz sem to smatral kot svojo idealno družino, zato ker z njima dvema sem si bil dober, pa pač sta lepo ravnala z menoj. Medtem ko je bila pa mama zase, ne. Na drugi strani je bil pa problem to, ker sem jaz konstantno mogel tekmovati oziroma zbirati, ne. Jaz sem kot otrok pač imel in svojo mamo in svojo babico rad, ne. Ampak to, da sem jaz svojo babico imel rad, moji mami ni bilo okej. In sem konstantno mogel tekmovati za njeno pozornost, hkrati sem bil pa deležen ljubosumja z njene strani, če sem preveč naklonjenosti babici pokazal, ne. Kar se pa tega nekega nasilja tiče, ne, moja mama je zelo pametno, bom rekel, delovala na način, da se je nad menoj znašala večinoma samo takrat, ko sva bila sama doma, ne. Moja babica je takrat itak še v službo hodila, s stricem imava samo 9 let razlike in je on pač bil v resnici, ne vem, v šoli takrat, se pravi, ko sem jaz to osnovno šolo hodil, je on v srednjo šolo hodil, ko sem jaz to srednjo šolo hodil, je on bil že v službi. Tako da moja mama je res se trudila, da je pač počela to, ko sva bila ali sama doma, ali pa takrat, ko je ona prišla pijana domov iz lokalov, se pravi, to je bilo pa itak od, ne vem, ob 11 zvečer, ob 1 ponoči, 2 in se je takrat znašala nad menoj, ne. In večji del časa se je itak trudila, da me kdo ne bi slišal, ampak pač so bili pa trenutki, ko pa pač so, bom rekel, sta babi pa stric slišala, se ona dva sta vedela, kaj se pri nas doma dogaja, ampak to je tako, ne, če nisi ti opremljen z nekim znanjem, ne, težko, bom rekel, to znaš rešiti oziroma veš, kaj narediti, ne. Moja babi tega tudi ni nikoli z nobenim naglasila, pač to je neka bila, bom rekel, družinska sramota, pač kar se je pri nas dogajalo in tega ponavadi ne deliš z ljudmi, ne, ker itak Slovenci smo, bom rekel, nek narod fovšije, in zelo radi privoščimo, ko drugim ne gre, ne, in naša babi se je vseeno trudila, da bi mi navzven bili pač predstavljeni kot neka normalna, lepa družina. In se nikoli ni ona dejansko pogovarjala z ljudmi o tem, kaj se pri nas doma dogaja, sama pa tudi ni najbolj vedela, kaj narediti, ne, ker na eni strani se je trudila mene zaščititi, na drugi strani pa mene ni želela izgubiti, ne, in zdaj, če bi mi takrat umešali neke, bom rekel, uradne inštitucije, kot so, ne vem, policija, center za socialno delo ali pa karkoli drugega, bi oni mene verjetno vzeli, ne. Ker je tudi moja babica popivala, samo da moja babica nikoli ni bila agresivna, kot, bom rekel, pač ona ni bila agresiven alkoholik, ona je pač spila par perov in pa je ona bila ful prijazna pa tako, pa boš to za večerjo, pa ti kaj naredim, pa tako, nikoli ni bila agresivna, medtem ko mama je bila pa konstantno agresivna do mene, ne. In mislim, da zaradi tega babica potem nikoli ni, bom rekel,
sprožila nekih teh postopkov prijave, ker se je ustrašila, kaj bi z mano se zgodilo, kako bi sistem sploh odreagiral, ne. Sploh zato, ker verjetno spremljaš novice, pa to veš, kolikokrat centri za socialno delo naredijo kvečjemu več škode kot dobrega, ne. Ker pri nas nimamo nekih teh uspešnih rešitev. Na papirju, ja, v teoriji, bom rekel, naš sistem centrov za socialno delo bi mogel delovati tako, kakor se zagre, oziroma so zelo dobro spisani, v praksi pa ne vejo, kako se soočati, bom rekel, s to problematiko, ki se dogaja, in imamo potem primere, ki jih beremo v novicah. Ubil partnerko, ubil otroke, ne vem, ubil stare starše, ne vem kaj vse, in pol na koncu bereš komentarje in vidiš, ja, se je bila policija večkrat na tem domu, pa CSD je bil obveščen, pa ne vem koliko postopkov prijave je bilo sproženih, pa noben od sistema ni nič odreagiral, tako da, ne vem, to je nekako največji problem, ki ga jaz trenutno vidim, da mi ne znamo zaščititi otrok, da mi ne znamo zaščititi žrtev, in tukaj se mi zdi, no, da je nekako največji problem slovenske družbe in da je to mogoče nekaj, kar bi se v prihodnjih letih, desetletjih mogli pač drastično spremeniti. Mogoče vidiš ti kako rešitev, ki si tudi bil sam tega deležen, kako bi ti lahko te uradne inštitucije pomagale? Mogoče s kakim bolj osebnim pristopom ali pa... Pa jaz mislim, da je že prvi način to, no, da se pač resno odziva, no, na te prijave nasilja v družini, no. Moj primer je bil recimo takšen, jaz sem sicer svoj primer sprožil šele ko sem bil polnoleten, ker jaz pred tem niti nisem vedel, da se lahko kaj naredi. Meni je v bistvu moja svetovalna delavka v srednji šoli pač povedala, da se lahko postopek prijave nasilja v družini sprovede. Jaz sem njo spoznal pol leta pred svojim 18. rojstnim dnevom in je ona rekla, velik otežen proces bo, če zdaj kot mladoleten pač daš to prijavo, pač če lahko, pač potrp še teh pol leta, pa daj potem kot odrasla oseba pač to prijavo nasilja v družini. A res? Ja. Če bi ti bil kot mladoleten, bi se postopek zakompliciral. Ja, zato ker si mladoleten in v resnici bi me pri 17 lahko še zmeraj nekdo oduzel, ne. Pač bom rekel moji mami oziroma temu domu, ne, enkrat, ko si polnoleten, je to tvoja osebna odločitev oziroma odgovornost, ne. Tako da jaz sem takrat potem res tistih pol leta še počakal in kmalu po dopolnjenem 18. letu sem jaz sprožil pač postopek prijave nasilja v družini, ne. Ogromen prič sem imel tak šop materiala tam, pač vse in šolska svetovalna delavka je prišla pričat, družina najboljših prijateljev, ne vem, določeni sosedje, mislim, da še celo babica pa stric, v glavnem vse je pač po točkah zakona. Pa so pa oni na zagovor poklicali mojo mamo, ne, in jo soočali pač z dejstvi, kaj se dogaja. Takrat si se ti že preselil. Jaz sem že takrat živel pri družini najboljšega prijatelja, mene takrat ni bilo več doma, no in oni so njej predstavili zgodbo, kaj se je zgodilo, in ona je tam padla v jok. Padla na kolena in začela pač njim govoriti, da ne, da to ni tako, da je v bistvu zgodba čisto drugače obrnjena, da sem jaz tisti, ki je agresiven do nje, da ona pije zaradi mene, da sem jaz težek in nemogoč otrok, da sta mene babica pa stric obrnila proti njej, da ona živi v strahu pred menoj, da si ona zaradi mene večkrat probala vzeti življenje, ne, pač ona je čisto zgodbo obrnila, da je ona žrtev, jaz sem pa tisti pač razvajen najstnik, ne. In oni so njej verjeli. In pol sem, ja, dejansko, oni so ji verjeli in jaz sem potem bil tisti težek, naporen najstnik, ki ne ceni svoje mame, ona je bila pa uboga žrtev. Samo na podlagi njene reakcije. Ja. Kljub temu, da si ti imel te priče, ko si rekel. Ja. Samo na podlagi te njene reakcije, na podlagi tega, da se je ona tam zlomila pa zjokala, pa verjetno odigrala vlogo za Oskarja, je ona bila tista, ki je bila boga, pa ki so potem mene začeli napadati, da sem pač težek, nemogoč najstnik, ne. Ker itak ocene v šoli sem imel lepe, sem imel 5, 4, ne, in je pač dejansko izgledalo, ne, če bi se meni res vse to slabo dogajalo, pa bi se mi to nekje moglo poznati, ne, in se mi takrat ni, ne, še.
Si imel v nekem narekovajih srečo. Ja, mislim srečo pa to, da je dejansko svetovalna delavka pri meni res pomagala, da sem čez ta šolski proces zvozil, pač jaz brez njene pomoči ne bi srednje šole takrat naredil, ne. Ampak ja, in kljub vsem pričam, kljub vsemu so oni njej verjeli in jaz sem se 3 leta mogel boriti, tudi s pomočjo odvetnikov, da se je zadeva na koncu pometla pod predprogo. Pač naj so potem ločali v sistemu, ona je bila zase, jaz sem bil zase, se pravi midva v sistemu nisva bila več označena kot mama in sin. To je bil tudi tebi cilj? To je bil tudi meni cilj, ampak cilj mi je bil, da bi tudi ona bila sankcionirana pač za vse to, kar je počela, pa nikoli ni bila. No, in če jaz gledam ta svoj primer, pa ka poznam še par podobnih primerov, kako naj potem jaz nekoga drugega spodbudim, da pač sproži ta postopek prijave ali pa nekaj, če vem, da v večini primerov oni ne odreagirajo tako, kot bi mogli. Oziroma problem je, ker oni niti niso dovolj usposobljeni pa izobraženi za kaj takega, ne. To govorimo o teh, se pravi, teh delavkah, ki so pač zaposlene na centrih za socialno delo, ne. One bi dejansko mogle imeti več te neke psihološke, bom rekel, izobrazbe, ali pa vsaj pač mogoče tudi v teh postopkih, bom rekel, prisotne neke, ne vem, terapevte ali pa nekaj, zato ker ljudje, kakor so moja mama, pač te agresorji, to so dobri manipulatorji. To te bo scat pelil, sploh ne boš vedel, kdaj. In tega se premalo ljudi zaveda, ne. In moja mama je še danes na socialni pomoči pri njih, ona še zmeraj uživa, bom rekel, te neke dodatke od države, ne, kljub temu, da v bistvu je storila toliko in toliko nekih, bom rekel, grehov, zločinov in to. In jaz vem, da ona nikoli ne bo odgovarjala za to, jaz sem se s tem pač sprijaznil in pomiril. Ne morem biti pa pomerjen, če bojo drugi mogli iti čez popolnoma enake ali pa podobne pač okoliščine, ne. Tule se mi zdi, da bi, ne vem, kaj bi bil idealen sistem, je to, da bi pod prvo odreagirali konkretno in se takoj trudili zaščititi in otroka, oziroma ne vem, če gre za nasilje, da je v bistvu moški nasilen nad partnerico pa otroci, da se njo kot celico, se pravi mamo in otroka zaščiti in da se takoj odreagira, da se takoj vplete, ne vem, policijo, da se takoj vplete sodišča in da te sodni postopki ne trajajo po leto, 2, kakor pri nas znajo trajati, ampak da je to zadeva, ki bi mogla biti rešena najkasneje v 2 mesecih. Ja, pa tudi, če že otrok sam prijavi, če se bi lahko malo predstavljal, pa prav poistovetiti, saj otroku na koncu koncev družina na nek način skoraj največ pomeni in če se on te družine hoče rešiti na nek način, si ga lahko predstavljam, v kakšni stiski je, ampak da res te inštitucije mogoče niso te stiske zaznale, to res sem malo razočaran, ker otrok, ki mu družina skoraj da pomeni največ, se hoče tega rešiti, ti si še rekel, da si imel oziroma priče, oni pa so vseeno verjeli bolj tej njeni reakciji. Mislim, to me je malo tako zaskrbljujoče, iskreno. Je tudi meni, saj nasploh pač cel sistem bi tule mogel drugače delovati, se pravi, mi zdaj govorimo, če gremo mojo zgodbo gledati, ne. Ok, jaz sicer res nisem veliko v vrtec hodil, ampak so danes otroci, ki hodijo v vrtec, ne, in je tukaj, se pravi, prva obrambna linija so vzgojiteljice. One so največ s tem otrokom in otroki že prek igre veliko pokažejo. Veliko se jim dostikrat tudi vidi na telesu. Kolikokrat zvem od kakšnih študentk, ki delajo pač kot pripravnice za vzgojiteljice v vrtcih, in kolikokrat me kličejo pa mi govorijo, ne vem, v vrtcu sem, opazila sem, da ima otrok, ne vem, na takih pač nenavadnih predelih, se pravi, ne vem, rečemo tam, ko so rebra ali pa rit pa to, ima, ne vem, modrice, ima praske, pač, in ko sem omenila to svojo vzgojiteljici, mi je rekla, da naj se brigam zase, da to ni njihov problem. Meni je to v prvi vrsti zaskrbljujoče, pač oni so prva obrambna linija, ki lahko zaščitijo otroka. In pol one to ali spregledajo ali pa ignorirajo, pač kakorkoli, pridemo do naslednje obrambne linije, ki je potem pač šolski prostor, ne osnovna šola, ne. In isto, kakšne učiteljice bojo opazile, ampak če samo opaziš pa ne odreagiraš, pač ta otrok gre naprej.
potem se bojo pojavili problemi, ne vem, učno-vedenjske težave ali pa ne vem, se bo poznal upad na ocenah, pa še zmeraj ne bojo nič odreagirali oziroma bojo iskali problem čist nekje drugje, ne. In potem spet cela osnovna šola lahko mine in ta otrok pride kot čustveno razštelan najstnik v srednjo šolo. Hormoni še Ja, dodatno. vse, pa še hormoni na to vse in potem se čudijo, ke ne vem, čist skrenejo s poti v najstniških letih, ne. Pol se pa sprašujejo, kaj bi lahko drugače naredili, ne. Največji problem, ke ga jaz opažam v praksi, je to, da v slovenskem prostoru ugled družine pomeni več kakor dobrobit otroka in ugled ustanove pomeni več kot dobrobit otroka. To sem do zdaj v praksi že parkrat doživel, v smislu, da tudi so v šoli vedeli, kaj se z njim doma dogaja, ampak niso sprožili postopka prijave, ker kaj pa, če se mi motimo, kaj pa, če bomo škodo naredili, bomo tej družini zamazali, ne vem, ime in bomo škodo naredili in je meni to tako, glih tako se obnašamo, ke da, ne vem, imamo v Sloveniji same, ne vem, Kardashiane pa ne vem kakšne slavne zvezde, pa da se zdaj za neki ugled pač bojimo, ne, se pravi to. Potem imaš pa na drugi strani pa določene ustanove, pa ne bom specifično v nobenih imenih, ampak vem iz prakse, da je bilo in ene par osnovnih in ene par srednjih šol, ke niso dovolile določenih izvedb raziskav, ne vem, o nasilju v družini ali pa o alkoholizmu, ker so se bali, kakšni bojo rezultati in da bi lahko to vplivalo na njihov vpis v šolo oziroma pač nasploh na financiranje, ke ga dobijo iz strani države, ne. To je pa potem pač tudi drug večji problem, ke se tukaj začne dogajati, ne. Raje se ne soočiti, biti neaktiven, kot pa se seznaniti z dejansko bedo mogoče. Ja, lažje se je stran obrniti, pa Ja. se delati, da nič ne veš, ne, kakor pa pač dejansko nekaj narediti, ne. Pa pol zaužiti ta ugled, recimo, ki ga navzven predstavljaš, kako po dejanskem stanju se soočiti. Ja, to je, ja. Veš, kaj še me, Damjan, zanima? Zdaj med to vzgojo pa tvoja, ki je definitivno bila v nekem ekstremu od psihičnega do fizičnega nasilja, kako pa recimo bi gledal na to permisivno vzgojo trenutno, recimo, v današnjih časih, ko pa se starš pa otrok, je njun odnos recimo kot prijatelja ali pa v tem smislu me zanima tudi ta drugi pol, kako na njega mogoče, če imaš kako mnenje. Mislim, to je tako, veliko faktorjev je tukaj treba vzeti v obzir. Eno je to, da je v resnici velika razlika med samo permisivno vzgojo pa med vse dopuščajočo vzgojo, ne. To, kar se v slovenskem prostoru dogaja, je večji približek vse dopuščajoče vzgoje kakor pa permisivne vzgoje. Permisivna vzgoja sama po sebi je imela zelo dober koncept oziroma smisel, iz vidika pač, da se razvijajo otrokove, bom rekel, potrebe, vrline glede na njegovo stopnjo, ne. Se pravi, da v bistvu mi njemu nudimo to svobodo, ta prostor, da on v bistvu odrašča pač tako, kakor njemu ustreza, ne. Se pravi, da mi nanj ne pritiskamo, pa da ga na neki način, ne vem, ne forsiramo v neke določene stvari, ne. Se pravi, da ima neko svobodo izbire, ne. Problem vse dopuščajoče vzgoje je to, da v bistvu je otrok v vlogi starša, starši so pa v vlogi prijatelja, ne. Tule je pa ta velik problem, ker v bistvu sistem potem ne more funkcionirati, ne. Največ, kar jaz v današnjih časih opažam, je to, da se starši bojijo postavljati neke jasne meje. Problem pa je, ker dejansko mi z mejami, se pravi z nekimi pravili, z nekimi usmeritvami, gradimo varnost in pač, bom rekel, varen prostor v družini, ne. In to je tisto, kar manjka, pač, bom rekel, pri teh modernih družinah. Druga stvar, tehnologija. Ogromno staršev danes se ne zaveda, da s temi telefoni, tablicami delajo veliko večjo škodo, kakor si oni sploh predstavljajo, ne. Ja.
Recimo, lahko gremo na konkreten primer. Otroci bogatašev, pa govorimo zdaj teh bogatašev, Bill Gates, Mark Zuckerberg, vsi ti, ki imajo čez Instagram, Facebook, vsa ta večja podjetja, TikTok pa to, ne. Njihovi otroci se ne srečajo s tehnologijo oziroma s pametnimi telefoni do 12. leta oziroma nekateri celo ne do 16. leta. Zakaj? Zato, ker imajo oni podatke, imajo raziskave, koliko v resnici te telefoni pa tehnologija povzroča škode na možganih, na samem razvoju otroka. In kaj se kot posledica zgodi? Kot posledica se v bistvu zgodi, da imamo zaradi tega danes veliko več nekih učno-vedenjskih težav, veliko več je ADHD-ja, kot ga je bilo pač v neki ADHD preteklosti. je motnja pozornosti. Tako je, ja. Ja. In te, bom rekel, največji bogataši se tega zavedajo in zato oni svoje otroke ne izpostavljajo temu, ne. Njihovi otroci se šolajo v Silicijevi dolini in tam v resnici imajo te Waldorfske oziroma Montessori pristope, ne, ki so pedagoško veliko bolj naravnani, oni tam delajo s fino motoriko, oni se tam igrajo, oni so tam v naravi in pridejo ven kot čisto drugačni posamezniki. Zdaj, zakaj potem je po tej logiki toliko neke tehnologije prisotne v našem prostoru? Ja, zato, ker je veliko lažje vzgajati ovce s pomočjo tehnologije, pa pač imeti sistem, ki je v celoti podrejen, kakor pa pač individualne posameznike, ki so zmožni razmišljanja, ne. Ja. Eno je to, da ja, zakaj sploh pride do teh telefonov pa tablic, ne. V današnjem sistemu sta ponavadi oba starša obremenjena, se pravi, imata oba neke službe, in potem pač, ko pridejo domov, si želijo nekaj časa zase. In kako je najlažje doseči čas zase? Ja, pač daš otroku telefon, tablico in on pol ti izgleda in imaš na nek način mir pred njim, ne. Samo potem v resnici naj ne bojo šokirani, ko v resnici današnjih otrok ne vzgajajo več starši, ampak jih vzgaja tehnologija oziroma tablice pa pač telefoni, ne. Kar je velik problem v naši družbi. Jaz dostikrat samo, ne vem, ko se vozim relacija Ljubljana-Maribor ali pa ko sem na avtobusu, vlaku, ne, opazujem te, bom rekel, starše. To otrok nima niti enega leta, pa mu že tam tiši telefon v roke, da risanke gleda pa take stvari, ne. In potem meni dostikrat ljudje rečejo: "Ja, pa saj ti si tudi generacija, ki je z risankami gor odraščal." Drži, ampak je razlika. Jaz sem risanke gledal na televiziji, pa jaz sem od tega bil oddaljen ene 3-4 metre stran, se pravi, je to prvo, nisem imel tako pred sabo telefona. Kot drugo, naše risanke še niso imele takšnih grafik, kakor jih imajo danes te, a ne. In je potem v resnici problem, ne, česar se večina ne zaveda in zakaj potem danes toliko otrok ima težave s koncentracijo pa bom rekel, s pozornostjo pa z, ne vem, s tem, da jim je vse dolgočasno oziroma brez veze, ne. Bil sem po mojem kakšno leto nazaj na predavanju Miha Kramlja, on je največji strokovnjak z to digitalno zasvojenostjo v Sloveniji in on je lepo povedal: "Dragi starši, jaz res ne vem, kaj vi pričakujete, ampak da vam bom čisto v številkah povedal. Te videoposnetki pa igrice pa vse to, kar se na telefonih pa tablicah dogaja, je rekel, to, je rekel, naredi približno 4000 do 5000 sinaptičnih povezav na sekundo, ne. Se pravi, to se skozi tako dela, ne. To skozi tako. In potem ti tega istega otroka pelješ v naravo na sprehod ali pa mu daš knjigo za brati. To pa povzroča nekih 250 do 400 sinaptičnih povezav. Smo rekla 4 do 5000. Ja. No, in zdaj on je navajen, se pravi, te otroški možgani, ki itak ne bi smeli biti temu izpostavljeni, so zdaj razvili zasvojenost oziroma navado na te sinaptične pač povezave, na ta velik, pač bom rekel, na to veliko številko in ti zdaj probaš njega navaditi na te manjše številke. Je pa logično, da mu je vse dolgočasno pa brez veze pa da si pač želi biti pač konstantno s telefonom v roki, ne. Ja. To je nekako, vidim, znotraj današnje družbe največji problem. To, da se dejansko
ne ukvarjajo s svojimi otroki, da v resnici, če povzameva, pač telefoni pa tablice vzgajajo otroke, na drugi strani tudi to, da se otrokom ne postavlja jasnih meja, pa pač, da se nima teh neke jasne strukture znotraj družine. Vsak sistem ima točno določene vloge. Nekdo je starš, nekdo je otrok. In pač fajn je, da se sledi tem vlogam, ne, sam problem je, ker dostikrat v praksi opazim, da je tudi veliko otrok, ki prevzamejo to starševsko vlogo, pa pač skrbijo za svoje starše, pa tega bremena sploh ne bi smeli imeti na svojih plečih. Imamo pa tudi veliko postaršenih otrok, ki so pa v resnici čustveni partnerji enemu ali drugemu v partnerskem odnosu, ne. To se pa pač tudi največ pojavlja v družinah, kjer imata zakonca nek konflikt med sabo oziroma pač je neka disfunkcionalna družina, pa ima ponavadi, ne vem, mama sina na svoji strani, ne, ali pa oče hčerko, ne, in v resnici potem oni prek svojih otrok zadovoljujejo tiste potrebe, ki bi mogle biti znotraj partnerskega odnosa, pač zadovoljenje, to zdaj govorimo, ne vem, o tem, da, ne vem, jaz kot starš svoji hčerki razlagam, ne vem, o težavah, ki jih imam s svojo ženo. To ni tematika za otroka ali najstnika na nobeni način. To so stvari, ki jih moraš ti s svojim partnerjem razreševati, ne. In ko se pač te meje, bom rekel, znotraj družinske dinamike zabrišejo, pač potem pride pač do vseh teh možnih težav, ki pa hvala Bogu jih potem na terapiji lahko naslovimo, jih lahko rešujemo, ampak če seveda pač osebe pridejo dokaj pravočasno, ne. To je problem, ker je pač psihoterapija še zelo stigmatizirana v našem prostoru, ne. In je ogromno ljudi strah, ker kaj si bojo pa drugi mislili, če jaz hodim na terapijo. Jaz sam po sebi vedno izpostavljam, da zelo občudujem ljudi, ki so zmožni pač si priznati, da imajo nek problem, da so trenutno na točki življenja, ki jim ne ustreza, pa si želijo, da bi bilo drugače, in potem dejansko pridejo in si pač pustijo pač pomagati oziroma se sami želni neke spremembe, ne, to je zame osebno največja mera poguma. Ja. Tudi, kolikokrat smo že omenili te odgovornosti, ne. Najlažje je potisniti, biti neaktiven, mogoče se zamotiti z nečim drugim, kako pa to dejansko rešiti. In res je malo paradoksalno, da še te pol družba stigmatizira, ti pa hodiš na psihoterapije. Meni je tudi to pogumno, tako si ti rekel, pa tudi, ko sem prej slišal, da si imel željo ne tablet vzeti. Saj verjamem, da ni lahko tudi tem, ko jemljejo tablete, pa oziroma, ne vem, razne psihoaktivne substance, ampak je dobro, da se zaveda, da to ni trajna rešitev, ne. Ker podobna stvar je tudi alkohol. Saj za nek čas bo deloval, ampak pol treba mero, kot si rekel, zviševati, problem pa še vedno ostaja, ne. Problem, ki se ga večina ljudi ne zaveda, pa ki se ga imam na trenutke občutek tudi naši psihiatri pa klinični psihologi ne zavedajo. Antidepresivi samo blažijo simptome, ne celijo, ne zdravijo, ne počnejo ničesar. In če ti nekoga daš, pač, ne vem, nekdo, ki ima recimo samomorilno vedenje, pa ti njega daš na tovrstne pač medikamente in z njim vzporedno nimaš terapevtskega procesa, se pravi, da se pač mi zdaj ukvarjamo oziroma rešujemo te težave, ki jih ta oseba ima, ne. Pač to samomorilno vedenje, te težke misli, depresija, to so v bistvu samo simptomi, in ko bomo mi to razrešili, pa če ne bomo mi razrešili jedro problema, zato je pač meni osebno terapija boljša, ker terapija gre v globino in terapija želi to jedro pač pozdraviti oziroma ga zaceliti. In dokler ti do tega ne prideš, se bo pač ta simptomatika pač prenesla nekam drugam. In potem recimo imaš primer nekoga, ki, ne vem, preneha s pitjem alkohola, pa so tako, smo ga pač ozdravili zasvojenosti, ne. Pa tule je mogoče fajn izpostaviti, da dejansko
ne obstajajo ozdravljeni alkoholiki, ampak zdravljeni alkoholiki, ker ti se tega nikoli ne moreš v celoti ozdraviti, na žalost, ne. In potem gre ta oseba recimo neha piti pa vse to, pa začne pa v fitness hoditi. Pa je vsak dan po 3 ure v fitnessu, 6-krat na teden. In pač družba to sprejme, ja, postavil si je življenje na noge, na boljše šel. Ne, samo eno zasvojenost je zamenjal za drugo. Iz enega simptoma je šel na drugo. Pa je to lahko fitness, pa je lahko to maratoni varianta, pa je lahko pa to neka zdrava prehrana. To je teh zasvojenosti znotraj naše družbe veliko. Pa konstantno biti v hribih, pa ne vem kaj vse, pa deloholizem, ne, se pravi, ki mi zelo radi povzdigujemo pač uspešne ljudi, pač pa te, ki so po cele dneve v službi, pa ki grindajo skozi, ne. To so vse lahko pač neki znaki zasvojenosti, da pač bežiš pred nečem, ne. Tako. In je treba priti do jedra problema. In ko si recimo izpostavil antidepresive pa to, ne. Jaz poznam ogromno ljudi, ki že, ne vem, so po 10-15 let na antidepresivih, pa imajo cel kup stranskih učinkov. Od, ne vem, težav z libidom oziroma spolno aktivnostjo do tega, da ko so jih nehali jemati, so, ne vem, se jim roke začele tresti, so komaj čakali, da jih začnejo nazaj jemati, ne. Do tega, da se doza konstantno spreminja, ne. Pa tudi vrsta tablet. Pa vrsta tablet. Jaz se spomnim, sem spoznal eno punco, pa sva se pogovarjala in je ona meni rekla, da pač že, ne vem, 8 let jemlje antidepresive in potem jo vprašam, okej, pa zakaj, pa mi malo razloži, ampak ja, hodim enkrat mesečno k psihiatru, pa se pogovarja z mano, ne. Pa sem bil tako, okej, pogovarja se s tabo, sem bil tako super, to je dober znak. Sem rekel, kaj pa se pogovarjata, in potem ona meni reče, ja, enkrat mesečno pridem k njemu. Sem bil, okej, enkrat mesečno, to mi je že ni v redu, pa 10 minut si vzame zame. In sem bil tako, kaj se lahko v 10 minutah pač pogovarjaš, in sem bil tako, okej, in kako teh 10 minut izgleda. Pa je ona bila, ja, nič, pridem tja, vpraša me, kako sem, potem pa pač mi postavi 3 vprašanja. A lahko normalno spite? Da ali ne. A lahko normalno jeste? Da ali ne. A lahko normalno seksate? Da ali ne. In če ona na vsa 3 vprašanja odgovori z da, potem super, antidepresivi delujejo. Če pa slučajno na katerega od teh vprašanj odgovori ne, pa pač spremeni dozo ali pa zamenja tablete. In kaj si s tem naredil? Nič. In to je nekako največji problem naše družbe, ampak hkrati na drugi strani pa pač ja, se je treba pa zavedati, da pa v ozadju farmacevtski lobiji na ta račun dobro služijo, in dokler se pač s tem ne bomo pač prav ukvarjali, oziroma dokler ne bomo mi bolj v ospredje postavljali reševanje, bom rekel, tovrstnih težav z pogovorom in pač z nekimi temi pač pristopi. Se jaz ne rečem, so te določene motnje, ne vem, shizofrenija, pa pač te težje, ki so, ki morajo pač jemati tablete. Neko akutno stanje. Neko akutno stanje, jaz tukaj nič ne oporekam in pač podpiram to. Ampak stanje, kakor so pa neke blage depresije, distimije, pa pač te sprotne probleme, ki jih imaš, ki je pač, ne vem, stres v službi, ki je pritisk doma, ki so neki mobingi varianta, pa to antidepresiv nikoli ne bo ne pomagal, ne rešil, sam pač skozi boš imel feeling, da je vse okej, oziroma itak nisi v stiku pač s svojimi občutji, zato ker ti antidepresivi to blokirajo, ne, ker oni ti pač to breme pač zmanjšajo, ne, se pravi, v resnici to je isto, kakor, ne vem, jaz sem fuzbal treniral in sem imel par poškodb kolena za seboj. Vsakič, ko sem prišel na urgenco, ti slikajo, ja, nič se ne vidi, pač to vas boli od udarca, tule imate škatlico analgesinov, ko vas bo bolelo, vzamete enega ali pa 2. Če bo hujše, pridite nazaj. Pridite nazaj, ja, in pol v resnici, a meni analgesini pozdravijo bolečino, ki jo imam. Ne, analgesini samo povzročijo, da jaz te bolečine ne čutim, ampak ta bolečina je v telesu še zmeraj prisotna. In kaj jaz s tem naredim, zdaj, ko jaz te bolečine ne čutim, stopam s polno težo na to koleno in pa se čudim, da se mi poškodbe, ne vem, so konstantno se ponavljale eno za drugo, ja. Res je. Damjan, hotel sem še se dotakniti mogoče odnosa, ki ga imaš trenutno do mame, pa
verjamem, da mogoče ni to fizični odnos, ampak mogoče kako zdaj gledaš nad njo, ja, pa so to svojo zgodovino, ki sta jo skupaj imela. Se pravi, zadnjih 11-12 let jaz pa mama v resnici nimava stika. Se pravi, od takrat, ko je ona meni probala vzeti življenje, pa sem se jaz preselil stran oziroma pač sem šel iz tega disfunkcionalnega okolja, midva nisva bila v stiku, razen, bom rekel, to, kar se je na CSD-ju dogajalo, pa še to so v resnici drugi namesto naju komunicirali. Vrsto let sva se srečavala na ulici, ker sem pač še zmeraj hodil babico pa strica obiskovati, ampak pač sva šla mimo drug drugega, kot da se ne poznava, kot da nisva mama in sin, ne. Pol pa leta 2020-2021, ko je bila korona, jaz sem včasih delal na bencinskem servisu, se je pa zgodilo, da je ona v mojo nočno izmeno prišla in je glih meni na blagajno pač prišla. In sem bil pač malo šokiran, ampak okej, pač stranka kot stranka, jo postrežem, ampak je bilo zelo tako profesionalno. Ne, mene cigarete, pa to mi dajte, jaz sem povedal, koliko je, in ona je pač tisto vzela, sem rekel hvala, srečno, ona se je samo obrnila pa šla. Tako da jaz sem vrsto let na terapiji pač predeloval ta odnos in na neki točki se mi zdi, da sem pač samo mogel sprejeti odgovornost, da moje življenje je bilo takšno, kot je bilo, da sem pač sin mame alkoholičarke, da sem, bom rekel, da sem bil vrsto let žrtev fizičnega, psihičnega nasilja, da me je mama pač tudi zanemarjala tako fizično kot čustveno, ampak da to ne pomeni, da sem tudi danes to, ne. Danes sem poleg tega pač tudi, bom rekel, izvrsten prijatelj, bom rekel, študent, še zmeraj vnuk svoji babici, še zmeraj nečak svojemu stricu, bom rekel, tudi neki strokovnjak za nasilje v družini, psihoterapevt v nastajanju, pedagog, veliko več sem kot samo to, pač kar mi je življenje dalo, ne. Tako da prvo sem mogel sprejeti odgovornost za svoje življenje, drugo je pa pač sprejeti, da moja mama je takšna, kot je. Mogoče odpustiti. Ne toliko, Pretež. ne toliko odpustiti, se mi zdi, da je problem odpuščanja to, da se ful preveč pritiska daje na ljudi, ki so prestali neke težke, hude zlorabe. In zdaj ti pričakuješ, da bo ta oseba odpustila. Meni se samo zdi, da je veliko lažje to, da sprejmeš odgovornost, to pa to se mi je zgodilo, to pa to je ta oseba naredila, pa da se mogoče zavedaš, zakaj je pač ta oseba takšna, kot je, ne. To seveda ne opravičuje. Tako. Jaz pač sem potem, ko sem toliko in toliko knjig prebral, sem pač razumel, da je tudi moja mama mogla ful težko travmo za sabo imeti in da je tudi ona pač trpela v življenju, ampak to ne opravičuje, da je ona mene pač, ne vem, poniževala pa mi govorila, da sem nič vreden otrok, da iz mene nič ne bo, da sem grd, da sem glup, ne vem kaj vse, da me je konstantno pretepala, nisem si nič od tega pač zaslužil in pač ne opravičuje to, da je ona imela težko življenje, da sem potem tudi jaz zaradi tega mogel imeti težko življenje. Ja. Ampak pač je lažje, ko se pač zavedaš, da pač so botrovali neki vzroki, razlogi, da je bilo temu tako. In lažje potem spustiš. Jaz sem recimo danes, bom rekel, pri skoraj 30-ih, gledam na vse skupaj tako, pač njeno življenje je tam, moje življenje je tukaj in moje življenje ne rabi biti odvisno od njenega življenja. Če se je ona odločila, da se bo zapijala do svoje smrti, da bo pač na ta način zaključila svojo pot na tem svetu, potem je to njena odločitev. Zavedati se, da te osebe ne morem spremeniti, da to tudi ni moja naloga, predvsem to. Ja. Tukaj je poudarek samo na meni, kaj bom jaz iz sebe naredil, ker sem pač dejansko imel možnost iti pač po njeni poti. Jaz se prav spomnim, da sem bil, star sem bil 20, ko sem naredil nekako največjo prelomnico v svojem življenju, ker sem takrat sem se selil na svoje, na faks nisem bil sprejet, v službi mi je šlo ful slabo,
Ogromno ljudi sem izgubil v svojem življenju in takrat sem bil res tako na samem dnu, res tako na samem dnu sem bil. Za sabo sem imel takrat že par poskusov samomora, ja, in dejansko sem na tisti točki bil tako, okej, se pravi, Bog me noče k sebi vzeti, se pravi, ubiti se ne morem, se pravi, to možnost sem izgubil. In pol sta mi ostale samo še dve poti. Ena pot je to, da grem pač po njenih stopinjah, še jaz postanem pač nek zafrustriran alkoholik, ki bo pretepal svojo partnerico, ki bo tepal svoje otroke, pa ki bo s prstom pač konstantno na druge kazal, da so pač krivi. Ali pa, glede na to, da se mi je že vse porušilo v življenju, da je šlo vse v kurac, če tako grdo rečem, da začnem znova, se pravi, še do konca podrem vse te temelje, pač naredim ravno površino in začnem znova. Zato jaz dostikrat rečem, da sem se pri 20 ponovno rodil, ker sem takrat pač dejansko to celo svoje življenje pustil za sabo in sem rekel, jaz bom iz sebe naredil nekaj drugače in sem začel intenzivno pač delati na sebi, brati tovrstne knjige, hodil sem na terapijo, izobražujem se na tem področju, želim si tudi postati pač zakonski in družinski terapevt na eni strani zato, da pomagam sebi, pa da še pri sebi neke določene stvari spucam pa zacelam, na drugi strani pa ker želim tudi drugim pomagati, ne. In jaz pač iz sebe počasi gradim, da bom pač najboljša verzija samega sebe. In nekako ne dopuščam, da bi me definiralo to, kar mi je ona dala. Seveda bo to vedno celo življenje pač, bom rekel, z mano, vedno bo to en del mene, ne bo pa to celota. Moja celota bo zgrajena iz čisto nečesa drugega in tudi to, kar bom jaz na svoje prihodnje generacije dal, bo neka čisto drugačna, bom rekel, bojo drugačni temelji. Se bom pač maksimalno potrudil, da bojo čim bolj zdravi, čim bolj funkcionalni, pač res čim boljši, zato ker ne bi privoščil nobenemu od svojih prihodnjih generacij, da bi rabili iti skozi karkoli tega, kar sem jaz rabil iti. Ja, spet prevzeti odgovornost, ne, pa mogoče se postaviti na noge, čeprav verjamem, da je težko. Je težko, definitivno je to. Jaz nikoli nisem rekel, da je enostavno, ker ni, ampak je pa vredno. Ker danes živim popolnoma drugačno življenje kot to, kar je bilo včasih. Pa še zmeraj imam danes tudi kakšna težka obdobja, samo zato, ker sem pač šel čez tako zgodbo, še ne pomeni, da pa zdaj živel je srečno do konca svojih dni, pač ni to neka pravljica. Še zmeraj so vzponi in padci, še zmeraj se tudi kdaj danes, ne vem, soočam s frustracijami, še zmeraj kdaj danes, bom rekel, ponovim kakšne stare vzorce ali pa še zmeraj kdaj danes padam, ampak je razlika, da danes to veliko hitreje prepoznam in veliko lažje začnem znova in pač veliko lažje tudi si oprostim napake, ki jih naredim, pa si rečem, pač ja, tako je. Nove izkušnje. Pa da se učiš. Imaš verjetno več orodij trenutno, kako se spoprijemati s težavami. Kot v preteklosti, definitivno, in tule gre največ hvaležnosti pač mojemu terapevtu, ki sva 9 let intenzivno pač delala na tem. 9 let, 9 let sem hodil na terapijo. Prvih 5 let enkrat tedensko, potem sva 2 leti pa pol na 2 tedna se dobivala, zadnjo leto pa pol sva pa potem enkrat na 3 tedne ali pa enkrat mesečno se videvala. Pa to zadnjo leto pa pol je bilo bolj kot ne samo reflektivno, ker sem itak že toliko nekega znanja pri njemu osvojil, pa vsega, da ne bom rekel, da niso bile terapije, ampak sem že bolj kot ne sam zase poskrbel, pa veliko lažje sva potem tudi sklenila ta proces, pa se pač poslovila drug od drugega, ne. Sem pa 9 let rabil, da sem spucal večino te travme, ki pač se je pri nas doma dogajala, zato jaz danes tudi poudarjam toliko znotraj svoje družbe in nasploh na teh področjih, ki jih pokrivam, da ni nič narobe, če že otroke pošljejo na terapijo. Marsikdo od mojih prijateljev in prijateljic je svoje otroke poslal na terapijo in pač boljše, dokler so še problemi majhni, pa boljše tudi kot neko preventivo, da nekdo hodi, kakor pa čaka do zadnjega, ko pride do nekih kritičnih situacij ali pa do težjih nekih motenj, oblik. Saj se da tudi tisto rešiti, ne, samo bo pa pač daljša pot, pa več časa bo treba, ne. Plus tega,
tudi, kar mogoče znotraj svoje družbe rad poudarjam, pa sem vesel, ko mi prisluhnejo, da grejo tudi sami na terapijo in starši in zakonci, ker se mi zdi, da vsak izmed nas bi najmanj enkrat, pa raje večkrat potreboval terapijo v svojem življenju. Zaradi tega nismo ne šibki, ne vem, preveč občutljivi ali pa karkoli, ampak smo samo ljudje, ki pač smo se srečali z nekimi elementi življenja, s katerimi se ne znamo najbolj spopadati in ni nič narobe, če prosimo pomoč, pa se usmerimo na ljudi, ki pa pač imajo neko znanje ali pa strokovno podporo, da ti nudijo to oporo na tej poti, ne. Ker večina problemov, ki se v terapiji naslovi, dostikrat kakšni zakonci pridejo na terapijo, da mi pomagamo njihovim otrokom oziroma da mi rešimo njihove otroke, ne. In naši profesorji, ki so tudi terapevti, večkrat razlagajo, kako oni vse možno naredijo z otrokom, pa ni nič drugače. Pol pa predlagajo zakoncama, da bi onadva začela hoditi, pa tam začneš naslavljati njune probleme pa njuno dinamiko in po parih ciklih terapije ali pa že po parih srečanjih se kar enkrat otrok sam od sebe popravi, ne, oziroma je pač otrok čisto drugačen. Ja, zato ker pač otrok srka to, kar se v domačem okolju dogaja, ne, in to je tak nezaveden proces, ne. In otrok nosi to breme in če sta starša dovolj zrela in odgovorna in sta zmožna pač to nasloviti pa to potem tudi reševati, posledično s tem otroku pomagata, ne. S tem, da mu tudi odslikavata to, da če sta onadva kot starša zmožna iti na terapijo, ni nič narobe, če grejo tudi oni kdaj ali pa kasneje v življenju, ne. Ker itak vzgoja je največ pač preko posnemanja. In boljši izgled, ke smo, boljše bo pač tudi, boljša bo prihodnost za naše otroke. Ja. Imaš mogoče tudi kakšne take izkušnje s svojim terapevtskim delom, do sedaj trenutno, mogoče opažaš, kaj ko recimo pridejo, kaj recimo družinski terapevt se razlikuje od kakšnega drugega oziroma partnerski tudi, od drugih terapevtov? Jaz sicer praktičnih izkušenj še nimam, ker nisem še na tej stopnji študija. Imam pa pač, bom rekel, te izkušnje svojih kolegov, kolegic, pa pač tudi naših profesorjev. Razlika je ta, da pač poznamo več različnih smeri psihoterapije, ne. So recimo, mi smo usmerjeni recimo zakonska družinska terapija, mi smo usmerjeni na to, da delamo na družini kot celoti oziroma na družini kot sistemu in v bistvu mi gremo vedno v jedro, globino, ne, pač mi probamo zaceliti probleme tam pač, ke so nastali, ker se s tem pač tudi ta neka, bom rekel, simptomatika potem razreši oziroma umiri, ne. Je potem recimo kognitivno-vedenjska terapija, tukaj v resnici se dela bolj kot ne na teh miselnih pa vedenjskih vzorcih, ne, se pravi, v bistvu bolj kot ne delaš samo s tem zavestnim delom, zavestnim umom in se ne toliko poglabljaš v globino, ne tavaš v ta čustveni del, ampak bolj to pol imaš. Pa na posamezniku se dela. Pa bolj na posamezniku, Ti pa kot družino. se pravi, mi pa ja lahko, mislim, pač mi ne glede na to, tudi če samo delamo z otrokom ali pa če delamo samo z enim zakoncem, se ukvarjamo tudi z drugimi člani družine, ne, in pač gledamo vedno na problem posameznika kot problem celega sistema, ne, ker to, da ima pač, bom rekel, ne vem, to, da ima žena oziroma mama problem, pomeni, da ga ima cel sistem, ne. Samo da pač lažje je, da cel sistem na enega pač pokaže s prstom, pa da je problem v njej ali pa v njemu, kakor pa da bi vsak svoj del odgovornosti prevzel, ne. Ker v bistvu sistem sooblikujemo vsi različni posamezniki in vsak prispeva svoj del oziroma svoj greh, ne. Potem recimo so v Sloveniji tudi prisotni te recimo telesna terapija, tam se ogromno dela na teh stvareh, ki so zapisane v telesu, in tam je poudarek recimo na teh telesnih izvedbah, kričanju, ne vem, da tam neko lutko pač, da tam na to lutko jezo stresaš, na dotikih, na objemanju, zato ker pač se dejansko te, bom rekel,
klopčiči energije se pač zapisujejo v naše telo, ne, in ostanejo zapisani oziroma shranjeni, dokler se ne sprostijo, ne. Neko izražanje. Tako je, in se pač tam se bolj potem res na telesu dela, kaj čutiš v telesu, kaj te, ne vem, boli, tam se res bolj, bom rekel, s to neko psihosimptomatiko, no, pač ukvarja, pa še cel kup pač drugih, no, pristopov, no, vsak ima neke svoje specifike pa elemente, no, ampak cilj vseh psihoterapevtskih pristopov je pa popolnoma enak. Opolnomočiti klienta z orodji, da nikoli ni soodvisen ne od terapevta, pa niti od kogarkoli drugega v svojem življenju, da tudi ko on zaključi svoj terapevtski proces, ko on kasneje v življenju naleti na neke težke probleme, na neke ovire, da je on zmožen se z njimi sam od sebe pač soočiti in jih pač tudi uspešno prestati. Ja, to sem velikokrat slišal, da včasih je lahko problem, odvisno tudi kakega terapevta, srečo, nesrečo, če imaš naletiš, ne, da on hoče, da si ti odvisen od njega, ne, hoče malo sebe podvigniti, da tudi svoje težave tako blaži terapevt, da se počuti vrednega, da nešče odvisen od tebe, da ti lahko nekomu pomagaš in se on s tem tolaži, ali pa na tak način, in je to lahko včasih problem, ker tudi jaz sem slišal, da dober terapevt ve zaključiti svojo terapijo, ko reče, midva več ne rabimo. Slabi terapevti pa te probajo na sebe vezati, da si kao ti od njih odvisen, in mogoče glede tega. Meni ni problem izpostaviti, da pač se to dogaja pač dejansko v praksi. In jaz recimo svojim, bom rekel, bližnjim in tudi vsem, ki me kdajkoli kontaktirajo, ne vem, za kontakt kakšnega terapevta, jaz na svoji spletni strani imam pač seznam terapevtov, s katerimi sodelujem, katerimi zaupam, to so in društva in posamezniki, in jaz imam, bom rekel, izkušnje drugih, ki so hodili k njimi, oziroma jaz že nasploh sam z njimi sodelujem in vem, da so dovolj naredili na sebi, da so pač dobri terapevti, ne. Vedno pa poudarjam, da mora vsak najti nekoga, ki njemu ustreza. Jaz sem imel to srečo, da je bil moj prvi terapevt super, pa da sva se ujela, ampak sem pa pred tem 17 psihiatrov zamenjal, ne. Zato tudi marsikomu rečem, lahko boš 5 terapevtov zamenjal, pa bo pol še leta 6. ta prav, in tudi to je okej. In pomembno je pač, da si ti v stiku s tem, da se zavedaš, kaj se dogaja, in da imaš omogočen ta varni prostor, ne, in ker če tega varnega prostora ni, potem ti tudi ne moreš se odpreti, biti ranljiv, zaupati, in ne rabiš hoditi na tako terapijo. Jaz vedno vsakmu poudarjam, če ti ni, če ne vem, karkoli začutiš, imaš vso pravico zaključiti. Sem že tudi jaz slišal za ogromno teh primerov, ne vem, ko so mi ljudje rekli, ja, pa sem hotel zaključiti terapijo, pa mi je moja terapevtka rekla, da še nisem pripravljen. Ne, ona ni pripravljena tebe spustiti in zaključi to terapijo takoj naslednjič, ker ne, pač to pomeni, da ta terapevt ali pa terapevtka še ni dovolj na sebi naredila, še ni dovolj spucala svojih lastnih vsebin in se ona oklepa tega, ne. Zdaj, zakaj se oklepa, je lahko milijon razlogov, od tega, ne vem, da se ona počuti ne dovolj vredno, da ona rabi nekoga, da je tam zanjo, se pravi, da v resnici klient potem prevzame pač to, da tolaži terapevta. Marsikaj je lahko v ozadju in to niso dobri terapevti. Dober terapevt bo vedno te podprl pri tem, da ti želi zaključiti, in ti bo dal vedeti. Če še kdaj potrebujete, želite, moja vrata so vam vedno odprta, in to je to, ker pač moraš ti tudi omogočiti kot terapevt ta zdrav način, da se nek odnos zaključi, ne. Ker če bomo mi mu to izkušnjo dali, bo klient lahko to izkušnjo prenesel na svoje druge odnose in posledično ne bo več potreboval vztrajati v toksičnih odnosih, ne. Če pa že ti kot terapevt njega nase sesaš,
mu pa daješ pač slab zgled, da pa potem ustraja tudi v vseh ostalih disfunkcionalnih odnosih, ne. Tukaj je mogoče razlika oziroma prednost naše zakonske in družinske terapije ravno to, da pri nas so v resnici cikli terapij, ne, mi imamo 12 srečanj, potem se pa naredi pavza, potem pa, če je potreba, pač gremo naprej na nov cikel, ne. Glih s tem namenom, da konstantno delamo na temu procesu zaključevanja, na procesu, bom rekel, slovesa, da znamo pač sprejeti, da pride do tega, ne, v življenju. In načeloma našim klientom to kar odgovarja, no. Ker če ti tudi na nobeni točki ne narediš pavze s svojim klientom, se lahko on pač tudi pretirano naveže nate oziroma postane soodvisen od tebe, ne, potem se moraš tudi ti kot terapevt tukaj vprašati, kaj je pa tvoja vloga v tej soodvisnosti, ne, kaj pa ti potrebuješ od tega klienta ali klientke, ne. Super, lepo si to povedal. Kaj pa trenutno Damjan dela? S čim se trenutno ukvarjaš? Rekel si s pisanjem 3. knjige? Ja, trenutno zaključujem 3. knjigo, se pravi, plan je, da bi septembra 2025 še zadnji del trilogije ven izšel. Počasi se bo treba začeti tudi ukvarjati z pisanjem magistrske naloge, tako da to so neki kratkoročni cilji. Drugače pa namen imam iti potem delati naprej specializacijo iz zakonske in družinske terapije, se pravi, da bom pač lahko licenciran terapevt. Trenutno se še mogoče malo poigravam z mislijo, če bom šel delat doktorat še iz naše smeri, ker me to področje res veseli, sem se tukaj res našel, se počutim, bom rekel, domače. Tako da to so, bom rekel, neki karierni cilji, neke karierne želje. Ostalo pa ob svojem času, no. Si seveda želim tudi nekega družinskega življenja, ampak nismo še tam. Ja, super. Mogoče bi tako za konec še, če bi imel možnost povedati nekomu, ki je trenutno v stiski, kaj bi mu povedal? Recimo, da ima, lahko rečemo, tegobe doma, pa da ne vidi smisla, ne vidi poti, komu se bi zaupal. Kaj bi ti s svoje izkušnjami recimo povedal? Da si najde neko osebo, kateri se lahko zaupa, lahko je to za začetek samo nek dober prijatelj ali prijateljica, lahko tudi neka odrasla oseba, ne vem, sosed, profesor, profesorica ali pa pač konec koncev nekemu strokovnjaku. Ne glede na to, koliko je lahko življenje težko, nevihtno, boleče, nikoli ni prepozno začeti znova. Ne glede na to, na kateri točki življenja si, koliko je res pač težko in naporno, vsakič lahko začnemo znova in se, bom rekel, znova rodimo, no, to je nekako moj cilj, moto, no. Enkrat me je na enem dogodku en gospod, star 55, vprašal, ne: "Ja, ampak vi ste kot mladi začel hoditi na terapijo, a je kaj upanja zame, kao jaz sem že star." Sem bil tako, sem rekel, to je čisto odvisno, kako gledaš, ne. Sem rekel, vi vidite mene, ne vem, da sem začel pri 20 hoditi, pa danes sem zdaj 29 star, pa recimo, da sem uspel predelati večino svojih stvari in živim neko srečno, dobro življenje. Sem rekel, meni se lahko zgodi, da, ne vem, pri 35 umrem, ne vem, me avto zbije, ne vem, me kakšna bolezen doleti. Sem rekel, in sem hipotetično živel 6 let, bom rekel, nekega dobrega, funkcionalnega, kvalitetnega življenja, ne. Sem rekel, vi ste zdaj stari 55, pa recimo, da začnete zdaj hoditi redno na terapijo, pa dajmo reči, da vas nekje do 60., 65. uspemo postaviti na noge, ne. Sem rekel, in vi živite potem do 85., 90. leta. Sem rekel, kdo od naju je potem boljše živel, ne, oziroma kdo je več odnesel od tega, ne. Jaz vedno pravim, da tudi če si kvaliteto življenja izboljšaš, pa ne vem, samo za 1 leto, to 1 leto odtehta za vsa tista leta, ko je bilo težko, naporno in slabo. Tako da najti si pomoč, imeti upanje, da je življenje lahko boljše in drugačno,
pa sam pač biti pripravljen delati na tem. No. Je pa lažje, če imaš nekoga, s katerim to lahko delaš, no, ker mogoče ta vidik novodobne duhovnosti, ki se zdaj ful v ospredju pojavlja, da so vsi odgovori v nas, da vse lahko sami, da ne potrebujemo drugih za to. To se mi zdi, da je res lahko nevarno, zato ker v bistvu na ta način povzročamo še več individualnosti znotraj naše družbe in oddaljujemo ljudi od tega, kar pač človek primarno je, socialno bitje. In se mi zdi, da lahko kot družba, kot skupnost skupaj funkcioniramo veliko boljše kot vsak individualen posameznik sam zase. Ja, lepo si povedal. Kakšen je naslov tretje knjige? Naslov tretje knjige je pa Najdeno življenje. In trenutno se še piše. Trenutno se piše, se zaključuje, tam bo pa fokus na družinskih vzorcih oziroma kako jih prepoznavati, kako se z njimi soočati, pa kako pride do tega dvojnega zavedanja, pa jih predrugačati, da ne vplivajo potem na naše prihodnje odnose, ki jih imamo z ljudmi. Super. Damjan, me veselil, da si se oglasil. Bil je mi res prijeten pogovor, pa hvala za tvojo iskrenost. Verjamem, da si mogel velikokrat že to predelati, da lahko tako tekoče pa mogoče sproščeno govoriš o tem. Mislim, da je to poučna zgodba, pa meni pa vsem bo po moje koristila. Pa seveda ti želim vse dobro naprej. Hvala za povabilo in pač upam, da bo naša pogovorna oddaja uspela komurkoli pomagati. Damjan, hvala, da si prišel. Hvala in srečno.